Pozdravljeni v podcastu iz Centra Ogol. Oddaja namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. Vaš gostitelj sem Igor Fenko in center današnje oddaje bo... Sem Igor Osvetkar, igralec Novo vreme Apfel iz makarske in slovenske futsal reprezentance. Futsal mi je všeč, ker je dinamičen, atraktiven in gledljiv. Moja futsal vrlina je igra v obrambi in agresivnost. Ko zaigra himna, mi požene adrenalin po žilah. Moj najljubši reprezentančni trenutek je zadetek na Evropskem prvenstvu v Belgiji proti Italiji. Meni najljubši slovenski futsal igralec je Mile Simevnović. Futsal Euro 2018, medalja. Bodi z nami tudi ti. Lep pozdrav, Igor Osvetkar. Dober dan, lep pozdrav. Mal starejši video je, ne, ko smo se pogovarjali za oddajo, sem te prosil, če imaš kaj novejšega. Zanimivo mi je, da za ta zadnji Euro, da niste nič naredili. Ja, recimo, veš, ena zanimivost je, vsak me zmeraj vpraša, kao, dej tvojega videa pa ne vidimo nikjer, tvoje, ne vem, highlightse, tvoje gole, ne vem, poteze, ampak pa zmeraj odgovorim, da sem se prodal brez videa, tako da pol v bistvu nisem, ne vem, vse lepo imeti, nedaleč od tega, da bi rekel, da to ni lepo imeti, ampak ne vem, enostavno ni bilo neke priložnosti, oziroma nisem se sploh neke preveč, kako bi rekel, razdajal za to, da bi to nastalo. No, tako da mogoče pa v bližnji prihodnosti le en nov izziv, zdaj na stara leta, proti koncu kariere, da nekaj se skupaj vržemo. Ok, bomo videli. Dobro, pozdravimo še vse poslušalce. Ponovno vas vabim, da nas delite, všečkate, sledite, da še povečamo to našo skupnost nogometnih navdušencev, privržencev, kakorkoli pa želite to si predstaviti. Zagotovo še enkrat vabimo na YouTube strani, imamo dobro razdeljene sedaj poglavja, tudi video imamo dodan. Praznujemo prvi rojstni dan, eno leto je okoli, odkar smo začeli z oddajo iz Centra Ogol. V tem času tudi še enkrat vabimo vse na spletno stran www.centraogol.com, kjer bomo poskušali še dodajati vsebine in še. V glavnem, današnji center Igor Osvetkar, kapetan reprezentance, ne pa kapetan trenutno v Litiji, se pravi malce spremembe, ti nisi več v Makarski, ampak si nazaj v Sloveniji. Ja, po nekem času oziroma kar po enih 7 letih igranja v tujini sem se vrnil domov v svoj matični klub, tako da se pravi prva sezona po dolgem času, tako da pač tak en mal občutek, mešani občutki so, no. V bistvu sem se že, bi lahko rekel, že malo prevadil, ampak v začetku je bilo kar malo drugačno. Makarsko sem le vzljubil, no, je bil le moj, bi lahko rekel celo, je zdaj kar drugi dom, no, tako da pač iz čistega profesionalizma, mogoče malo v pol profesionalizem, no, tudi tukaj je bilo malo spremembe, male način treninga, način tekem oziroma pač vse, kar se tiče in kar je povezan s futsalem, malo drugače, tako da pač človek se mora prevadati, no, in tako da, ampak mislim, da sem zdaj že kar na vse adaptiral, tako da. Si formo dvigujete, v polfinalu ste, tako da. Ja, v bistvu zdaj trenutno nam dobro kaže, no, v polfinalni seriji vodimo 2-0, sicer rabimo še eno zmago za v finale, no, tako da pač ni konc, dokler res ne bo tistih 3 zmag, tako da ja, sigurno pa je cilj finale in oziroma potem tudi mogoče kaj več, no. Ok,
Štartava midva tam, kjer si ti začel nogomet. Ne? Ti si Ljubljančan, ne? V bistvu tako, jaz sem Litjan. A ti si Litjan? Ja, Aha, okej. odraščal sem pač v Litiji, ampak sem že zelo zgodaj, no, v bistvu, ne vem, z 14 leti, no, sem že šel v Ljubljano, oziroma, ko sem šel na srednjo šolo, sem začel potem tudi na Slovanu veliki nogomet igrati v prvi ligi, prvi kadetski ligi, potem tudi mladinski ligi, tako da pa hodil sem v srednjo šolo v Ljubljano, no, tako drugače pa sem jaz Litjan, z 2 meseci sem prišel v Litijo, tako da tam sem odraščal, no, tam sem živel. Zdaj sem se preselil sicer v drugo občino, ampak itak je to tako majhna razlika, tako da je v bistvu, ne vem, se bom še kar v eno roko še kar za Litjana, no, čeprav so me kar Šmarčani kar posvojili že. Vsi te hočejo posvojiti, kot kaže. Hrvati, Ljubljančani, vsi te hočejo za svojega. Ja. Daj reči mi, zelo malo je takšnih, ki igrajo, ne vem, prvo slovensko ligo, kadetsko, mladinsko in potem se odločijo, da grejo v futsal. Kje je bil tvoj prelomni moment? Zakaj si se ti odločil za tako potezo? Ja, v bistvu prvo je bilo, zelo težko je bilo to vse usklajevati. V bistvu jaz sem se vozil iz Litije v Ljubljano, zjutraj v šolo, potem sem šel še enkrat domov z vlakom, pa potem spet nazaj na trening v Ljubljano, tako da je bilo kar naporno je to, no. Za enega najstnika, šola srednja, zahtevna, potem pač prva liga kadetska, mladinska je že takrat bila top nivo, trenirali se vsak dan. Tako da nismo pa imeli te možnosti, oziroma nisem imel, da bi si privoščil recimo, ne vem, kakšno bivanje v Ljubljani, kakšen internat, pač nismo imeli denarja, niso mi mogli starši to omogočati. In potem sem vztrajal, treniral sem vsak dan, tak sem, pač hotel sem biti skozi na treningih, tako da potem pa je to po letu pa pol postalo malce preveč naporno in potem smo se sedli z pač funkcionarji pač Slovana, če bi se dalo uskladiti, da bi mi omogočili nekako, ne vem, kakšno bivanje v Ljubljani, da bi bilo to vse bolj enostavno. Oni so rekli, da ni denarja, da se pač v tem trenutku to ne da, no potem sem pa dobil vabilo pač futsal kluba Litije. Vemo, kaj Litija pomeni v futsalu, da je to institucija in to je bilo že takrat. In potem, ko ob klicu takšnih ljudi oziroma pač predsednika takratnega oziroma alfa in omega Andreja Vrhovca, sem se odločil, da se pač probam, da se preizkusim, kajti tudi prej med igranjem velikega nogometa smo med zimskim časom, ko je bila pauza, igrali vedno za mlajše selekcije Litije in tukaj smo že bili nekako v stiki. Potem pa je prišel ta klic in tudi pač normalno finančna neka podpora in to je za takrat tiste čase zame pomenilo ogromno, ko ti nekdo nekaj da, da si pač lahko tudi sam imaš nek svoj denar, tako da potem me je to samo še dodatno privabilo in potem sem šel probo in hmal, ko sem začel za člane že pri 17 letih, že dobil hmal poklic v reprezentanco in potem sem vztrajal in pač bilo mi je fajn in tako sem ostal potem v futsalu. Pa ti je bilo, mislim, tako, si imel kak pomislek vmes, ne vem, potem, da škoda, da nisem nadaljeval na velikem nogometu? Ja, v bistvu toga dobim še danes, zaradi tega, ker mi nekdo, ki mi reče, recimo, zakaj pa nisi vztrajal v velikem fuzbalu, mogoče bi pa takrat bi pa naredil kariero, pa bi imel zdaj, ne vem, večjo finančno injekcijo ali pa ne vem, bi naredil. Sam to je zmer tako, ne, kaj bi bilo, če bi bilo. Zdaj je lahko, da bi vztrajal, pa bi mogoče zdaj igral z vsem spoštovanjem proti vsem ali pa za vseeno, lahko bi igral neko 4., 5. slovensko ligo, mogoče, ne vem, mogoče ne bi nič naredil, no, tako da jaz sem zmer pol gledal tako, da mi je v futsalu bilo res lepo, da sem spoznal ogromno enih ljudi, potem še, ko sem šel v tujino, so se mi odvijale ene lepe stvari z reprezentanco, pa s klubom, tudi sem prepotoval ogromno sveta, dal čez veliko stvari in kar je najbolj pomembno v življenju, pač spoznal sem ljudi, recimo iz Hrvaške, iz Makarske oziroma po svetu, iz tega futsala, tako da ne, ni mi žal, še enkrat bi šel po isti poti, ampak mogoče tisti en delček mene pa mogoče razmišlja včasih, ja, kaj bi se zgodilo, mogoče ta radovednost, no. Drugače pa, da mi je žal, pa to pa ne, daleč tega. Kaj si pa igral ti na velikem nogometu? Jaz sem igral zadnjega veznega, recimo, klicali so me Gennaro Gattuso takrat, no, je bil en moj vzdev Gattuso, kaj, bil sem pač tak, metal sem se, igral sem, boril sem se, tako da zmer sem bil tak ves umazan, če je bilo kaj blaten pa tak. No, glavnem, Gattuso.
Ja, Gattuso sem bil klican. Ampak si potem to prenesel zagotovo tudi na futsal, ne? Ja, mislim, ljudje me prepoznajo predvsem po tej moji borbenosti, no, pač nisem tip igralca, ki bi zdaj, ne vem, igral za publiko, pa predriblo 2-3, pa si vrgel čez sebe ali pa karkoli, no, v glavnem, bolj sem znam potem, no, da se pač borim, da do zadnje sekunde oziroma do zadnjega atoma moči, no, se trudim. Tako da vsak trening je zame pač neka tekma, neki izziv, včasih mi dostikrat kdo reče, no, pa dobro, saj sem trening, ne, pač vmer sem mal, ne, ampak enostavno tak sem zmagovalec po duši, tudi ko se s svojim hčerkama igram doma, pač kartam, hočem zmagati, no, tako da, ne vem, to je v meni, kaj pa jaz sem, pač. Jaz to pač izpostavljam velikokrat, to zmagovalno mentaliteto, ne. Tisti, ki so navajeni zmagovati in ko želijo, mislim, ko je to del njih, ne, zelo težko tudi pri pikadu ali pa, ne vem, pri metanju kovanca v kozarc noter bojo tekmovali in bojo poskušali zmagati. In načeloma se vsi trenerji takih igralcev zelo veselijo, zaradi tega, ker na treningu dvigujejo ritem treninga, na tekmi je pa dostikrat, ko preskoči, da razliko med zmagovalcem pa med poražencem, vemo pa vsi, kaj pomeni poraz, pa kaj pomeni zmaga. Zanima me, kako so pa ga rečemo gledali takrat v Slovanu na to, da si ti pozimi igral mali nogomet. Ja, v bistvu, ne vem, takrat v teh časih mojih, no, še ni bilo toliko strogo, recimo, kot je verjetno zdaj, ampak takrat enostavno je bila pavza, sicer se je takrat tudi trenirali v dvorani, kljub temu, no, pač, da smo bili veliko nogometaši, smo trenirali v dvorani, recimo, ne vem, na Slovanu vem, da smo se dobivali, pač imeli smo, ok, sigurno malo fizike, malo to, ampak smo se tudi dobivali, pa smo igrali, no, tako da v bistvu takrat ni noben nič kompliciral, niti noben ni zahteval, da se tega ne sme, ali pa da moramo paziti, ali karkoli drugega, tako da v bistvu po eni strani je bilo še v redu, da smo bili v pogonu, da smo bili v ritmu, no, tako da nismo ven padali. Nikoli nisem imel nobenih problemov glede tega. Sprašujem, mislim, zdaj, jaz v tem obdobju, se pravi, ko si bil kadec, sem jaz bil v Ljubljani, ne, kot trener v nogometnem razredu, pa vem, da smo imeli vedno tako, ne, ni problem igranja malega nogometa, ampak, se pravi, je toliko drugačen na koncu šport, kljub temu, da so vse prvine zelo podobne, ne? Ampak se bomo tudi tega verjetno poskušala malo znotraj pogovora dotakniti. Omenil si, da si zelo hitro, se pravi, postal že član tudi A reprezentance, ne? Se pravi, tam v videoposnetku je lepo pokazano že leta 85, ne? 2-5. Pardon, 2-5, ja. 2-5. Kar pa pomeni, ti si že 17 let A reprezentant v futsalu. Kaj to pomeni zate? Ja, v bistvu, ne vem, zdaj na prvo žogo bi rekel, da je to sigurno ena čast, privilegija, no, igrati za državni grb, to sigurno, da toliko časa vztrajam v tej reprezentanci, je sigurno, ne vem, kot zame osebno veliko priznanje, ampak hkrati tudi obveza, kajti vemo, da prihajajo mladi, vemo, da pač futsalo moraš biti res top fizično pripravljen, tako da pač te vsi mladi zdaj, ki prihajajo, imamo dobro ozadje, prihodnost je sigurno svetla, kar se tiče futsala, no, tako da pač mi, ne vem, če se temu tako lahko reče, pač mi starejši, mi starci, kao v narekovajih, ne, se pač ne damo, saj jaz sam, no, tako da tudi zdaj vidim, ker pač igram v tej polfinalni seriji, igram proti igralcem, ki so stari 21 let, 20-21 let, tako da to so bili zdaj na zadnji akciji reprezentančni tudi soigralci, tako da pač je sigurno nek dodaten motiv, da vztrajaš, da se boriš z njimi. Je pa to res ena velika letenca, no, v bistvu eno res veliko lepo obdobje, no, že za mano, kar se reprezentance tiče, no, tako da jaz... Največ nastopov, največ zadetkov, kljub temu, da si obrambni igralec, ne? Kaj to pomeni za nekoga, ko prije pred 20 letih s tabo na treningu reprezentanco? Se kaj čuti respekta ali se bolj čuti to, zdaj bom pa jaz pokazal, da lahko tudi... Ja, v bistvu bi rekel tako mešano, no, bi rekel nekako pol, no. Sigurno, recimo te fanti, ki zdaj prihajajo, so sigurno pač, vsi so dobre osebe, ampak kot vemo, na igrišču se vse izenači, no, tako da
Je pa sigurno malo normalno pač tega spoštovanja, no, pač sem le starejši od nekoga, recimo, ne vem, tudi 14-15 let, no, tako da pač je malo spoštovanja, je sigurno. Čeprav na igrišču ne bi rekel, da se to čuti, no, recimo pa sem zdaj recimo na klubskem nivoju vidiš, da pač ljudje igrajo, ljudje se borijo vsak za svoje zmage, svoje dosežke, no, tako da drugače pa tako, kar se tiče pa tako izven terena v reprezentanci, pa je malo spoštovanja sigurno, pač vsak normalen, saj jaz sem bil sam tudi v tej koži, no, da pač proti starejšim sem zmeraj imel neko spoštovanje, ne strah, ampak spoštovanje, no, tako da Pa čutiš kaj odgovornosti do teh mladih igralcev tudi? Ma dobro, sigurno, recimo vemo, da pač te nekdo posnema, nekdo se uči od tebe, nekdo nekaj vzema, tako da karkoli vzema od tebe, mora biti sigurno pozitivno, mora biti pač tisto, kar se zagre, no. Tako da se pač moraš znati obnašati, moraš biti nek zgled, no, tako da probaš biti res v tisti pravi luči se pokazati, no, recimo, da res da so na pravi poti, da jih pač mogoče res s svojim obnašanjem oziroma svojo željo, to neko energičnostjo oziroma predanostjo treningu, pač tudi, da jih usmerjaš, da oni vidijo, no, pač mogoče kjer dobi kakšne prebliske še kaj, no, tako da pač moraš majčkeno res paziti, pa delaš. Ja, to pol pomeni, da si vedno med prvimi v garderobi pripravljen na trening, pa trening vedno oddelaš. Ma ja, mislim, jaz recimo zmer tudi na klubskem nivoju imam že od nekdaj, no, sem zmer mislim, večinoma pridem zmer prvi na trening, no, tudi v garderobo res, pa da se res pripravim že sam malo na trening, je pa mogoče slabost taka, pač sem pa zmer zadnji, grem iz garderobe, to je pa tudi res, no, tako da imam neke take rituale, pa se rad malo raztegnem, pa rad se, ne vem, malo z mrzlo vodo polivam, pa malo se tle tuširam, pa vse v easy, bolj tako, no, tako da pač dostikrat me morajo tudi v klubu tako, kaj čakajo, dej, gremo, ne, ali pa na avtobusu me čakajo, pa tako, no, pač. Ampak so se zdaj so se že malo navadili, no, tako da tudi v bistvu, tudi oni malo bolj počasi, da ne čakajo predolgo, no. Ok, zdaj ti z 17 se odločiš, da greš v futsal, zelo hiter imaš reprezentančni poziv, ampak precej dolgo ostajaš v Sloveniji, kljub temu, da tvoja kvaliteta je kazala, da bi lahko šel prej v tujino. Čemu je bilo to botrovalo? Ja, v bistvu je bilo tako, no, jaz sem tak tudi neko življenju, mislim, hočem imeti vse tako po regalcih, v bistvu po predalčkano narejeno, tako da takrat sem si govoril, ma ne bom šel prehiter ven, bom prvo, ne vem, se pač, ne vem, nekje ustalil, bom nekje naredil stanovanje, bom nekje imel dobro službo, bom se poročil, bom to, bom uno, ne, pač in enostavno tudi, ne vem, nisem bil mogoče dovolj zrel že, da bi šel tako, kot zdaj ljudje ali pa igralci igrajo hmal, ne vem, kar se futsala tiče, ne, recimo, ne vem, 20 tam do 25, da grejo že ven. Pač nisem se tudi čutil tako mogoče dosti zrelega, ampak potem pa, ne vem, imel sem jaz ponudbe že odprej malo, ampak nobena ni bila taka, ne vem, da bi rekel, ja, to se pa res plača, ker takrat sem gledal na tako, no, da grem pa da nekaj zaslužim, ne da zdaj grem pa dobivam neke izkušnje, pa da se učim, pa da spoznavam, ampak enostavno takrat sem že imel v Sloveniji nekaj dober denar, dobro plačilo, potem tudi nekaj sem delal in pa sem si rekel, ne vem, pa ne bom šel zdaj, ker ni neke razlike pa ven, ne. Pa sem tudi pač zdaj svojo zdajšnjo ženo spoznal že zelo malo, no, v bistvu že recimo sem bil star 18 let, ko sem jo spoznal, pa so še zdaj skupno, tako da potem so pa z njo bila, pa ona služba, pa se nisem mogla uskladiti, pa ona študira, pa ne bi mogla z mano iti, pa so hotela, da greva skupaj. V glavnem skozi je bilo nekaj, potem, ne vem, dajva stanovanje prvo narediti, pa dajva se poročiti, pa tako, v glavnem. In nisem pravim, ni bilo neke pač take res idealne priložnosti, pa se je pa zgodilo to leto 2014 in pa pač odhod v Makarsko z zrelimi leti, z dovolj pametno svojo glavo, tako da Tudi ponudba verjetno ta prava. Ja, sigurno, tudi ponudba je bila prava, pa tudi recimo v futsalu je bilo takrat tudi tako, ne vem, to je pač par let nazaj, no, da recimo lih ni bilo teh profesionalnih pogodb pa preko UEFA pa FIFA, neke te pogodbe, no, v bistvu tako, pa te je bilo tudi majčkeno, je bila tam malo rizik je bil, kaj pa če grem, pa mi ne dajo denarja, pa pa če mi dolžni ostanejo. Pa ne vem, slišiš tam pol nekje iz tujine, ne vem, Italija, ja, pa nadevajo, pa na Hrvaškem tam naplačujejo.
in pol si rečeš, pa pišuka je splača, ne. Glavno pa sem pa jaz tukaj, ker sem dobil ponudbo tukaj iz Makarske, pač s človekom, ki sem govoril na 4 oči, tudi dobil sem dobra priporočila od njega, da pač je res oseba na mestu, da nikoli te ne bi ugoljufal, pa tako, no, take stvari v glavnem. Pa je tukaj lažje se je bilo odločiti. Lahko še tu sam za en trenutek gremo nazaj, zavraj te prve leta v Litiji, ti nisi profi. Ali si že bil profi? Ti še nisi... Ne, takrat nisem še bil profi, ne. Takrat sem pač delal, nekaj sem še celo v šolo hodil, tako da takrat nisem bil profi, no. Ja, kako je pa izgledal, rečemo, način treniranja v tem obdobju, ko si ti bil v Litiji? V bistvu to je tako, no. Ta prva runda, no. Ja, ta prva recimo pred odhodom v tujino, to je pač tako bilo, 3-krat na teden se treniral, ponedeljek, torek, sreda, petek je bila načeloma v Sloveniji, so bile zmer tekme, potem spet pač 2 dni frej, pa potem spet tako pač v tem ritmu, tako da to je mislim, vemo, da vsi skoraj delajo, no, v Sloveniji redko kdo je profesionalca, razen zdaj kakih tujcev, ne, ki so zdaj v tem trenutku, ampak prej tega ni bilo, prej ni bilo niti tujcev, tako da so bili večinoma vsi Slovenci in pač vsi ljudje so delali, to je nek amaterizem recimo bil, no, tako da. Ja, jaz moram priznati, da ko sem z Dobovičnikom govoril, ne, sem bil prav presenečen, da če samo primerjavo, če samo delamo to, kar si že sam rekel, ne, kadetska mladinska prva liga, kjer je obvezno 5-krat na teden, tudi prvoligaši že kar nekaj let omogočajo tem boljšim igralcem tudi dopoldanske treninge. Na drugi strani pa pol gledaš vsem ta rezultat slovenske reprezentance, kljub 3 treningom pa eni tekmi, vi redno se uvrščate na evropska prvenstva, ne. Praktično zadnjih, ne vem, 7 prvenstv, mislim, da ste na vseh bili uvrščeni, ne. A to potem pomeni, da vi igralci še dodatno sami trenirate, ali je to dovolj, kar vi delate? Ne, mislim v bistvu, jaz bi tako rekel, no, nekdo, ki ne pozna bolj to podrobno, v bistvu sploh se ne zaveda, recimo, kakšne res mi rezultate pač dosegamo. Vsak reče, ja, v evropsko, ja, super, ne, se pač Slovenija, pa se moraš, mislim, biti tam, ne, ampak, ko pa res pogledaš malo širšo sliko, ne, malo ta, ko si odpreš ta obzorja, malo pa na koncu vidiš, da res, recimo, fantje zjutraj vstajajo ob 6, pa gre delat, pa dela do 2-3, pa gre direkt na trening, pa tako recimo včasih zaradi tega ritma tudi mogoče ne gre 3-krat na trening, ampak gre 2-krat, celo tako se zgodi, ne, v bistvu, tako da smo res eni fenomeni Slovenci, ne, in recimo ta manko teh treningov, tega profesionalizma nadoknadimo zmer s to borbenostjo, s to željo, s tem srcem, s tem predanostjo, s to predanostjo grbu, recimo, ne, pač slovenčki smo znani po tem, da pač smo garaški pač narod, kar se tiče športa, da res se moramo boriti in tudi tako je bilo v futsalu, no, mi smo zmer, recimo, se res vrgli na glavo, no, kako bi se lahko rekli, pustili srce na igrišču, res se zborili, sfajtali do konca, no, tako da zmer pa je bilo mogoče zdaj, posebej zdaj v teh časih, pa sigurno recimo je bilo malo profesionalizma, že recimo 5-6 igralcev je bilo profijo, no, tako da je bilo potem le malo boljš. Ampak tisti, ki so bili pa v Sloveniji, pa niso bili profi, so bili pa toliko odgovorni recimo in toliko pošteni, da so pred prvenstvom res še malo dodatno delali, ne. So šli kdaj tudi sami individualno, so žrtvovali svoje dneve, svoje prosti čas, so žrtvovali to, da so trenirali tudi sami, da so se pripravili. Ker recimo to so bili tukaj vsi toliko pametni zmer, pa zreli igralci, da so se tudi sami zavedali, da če pač ne bojo bili top, da bojo težko parirali, no, tako da tudi z tega stališča res pač moraš se znajti vsak po svoje, no, tako da sam kar se pa tiče res tega uvrstitev teh na evropska pa to prvenstva, to smo res fenomeni, no, ker treba, mislim, prav bi mogel pogledati človek, koliko reprezentanc ima res konstantne uvrstitve na evropska prvenstva, od 2010 na Madžarskem, ker se je začela recimo ta neka naša generacija, no, pa skozi smo se uvrščali, pa še prej enkrat so se pač te že ena starejša, 2-3, mislim, da je bilo. Ampak od 2010 pa stalno se uvrščati na evropsko prvenstvo, ko vemo, da je bilo samo 12 reprezentanc, zdaj so povečali na 16, ampak prej med 12 pride, tako da smo res devali, pač pokazali tudi vrhunske rezultate, se uvrstili celo v četrtfinale, no, tako da glede na to, kaj drugi vsi delajo, kaj drugi vsi vlagajo, ne vem, da zdaj ne rečem, kera reprezentanca, ampak vse države, to je
toliko vlaganja zdaj v ta futsal, toliko je profesionalizma, tako da nam bo čezdalje težje, no, tako da ne vem. Ampak, a si ti v tem obdobju potem dodatno kaj treniral? Ali je tebi bilo dovolj te 3 treninge na teden plus tekma? Ja, v bistvu jaz tako, recimo, ne vem, 2010 sem imel prvo evropsko prvenstvo, tam sem bil takrat še v Litiji, pa potem še 2. Ampak jaz sem zmer, tako kot sem že prej omenil, no, tako kot določeni fantje, jaz sem potem že dodatno tudi treniral, tudi zjutraj sem hodil na fitness, tudi sami smo se dobivali v dvorani, recimo tako po klubih, no, tako da jaz sem zmer treniral, no, ker tudi moj stil igre je bil takšen, da sem mogel biti res top pripravljen, če sem hotel pač biti in pač kaj pokazati, no, v glavnem. Tako da jaz sem zmer res dodatno treniral. Pa sem pa itak 2014 sem pa šel v tujino, tam pa itak, tam je pa pač, to je pa dan pa noč, kar se treningov tiče, tam je pa res bil profesionalizem, tako da tam pa pač enostavno potem pač čisti profi. Ok, daj mi povej, kaj se zgodi z državnim prvakom v futsalu? V katero tekmovanja on napreduje? Ja, v bistvu tako, državni prvak se uvrsti pač v Ligo prvakov, zdaj odvisen od točk oziroma koeficienta, ki ga imaš, oziroma ki ga ima slovenski futsal rating, kar se klubskega nivoja tiče, tako da potem pač skupinski del Lige prvakov, pač v futsalu je to malo drugače, to je na turnirski način narejen, po 4... Se zato me zdaj zanima, potem spet prijemo prvo, mi niti ne govori se veliko o tem, moram reči, ne. Na drugi strani pa, če si ti v službi, moraš potem kaj, imati dopust za to, da lahko greš Evropo igrati, ali kaj? Ja, ne, to je pa res, pač tukaj morajo iti delodajalci ti res na roke, recimo posebej te igralci, ki so recimo, ne vem, v reprezentanci pa in v klubu in recimo klub je državni prvak, gre v Ligo prvakov igrati, ima 2-3 turnirje skupinske, mora dati, ne vem, 4-5 dni svojega dopusta, potem pride v reprezentanco, tam so zdaj naredili pa tak sistem kot veliki nogomet, igraš pač skupina ampak igraš doma, pa v gostih, tako da ni več turnirskega, tako kot je bilo prej. Zdaj so oni kao malo dvignili ta nivo, ampak glede nas, glede Slovencev je sam težji, no, zaradi tega, ker imamo pač, kot sem že rekel prej, v reprezentanci tudi dosti igralcev, ki delajo in to gre ogromno enega dopusta, recimo tudi zdaj Evropsko prvenstvo, fantje so dali od 10 pa na gor svojega dopusta, nekdo vzame neplačenega, pa ima potem manjšo plačo. Sicer moram tukaj reči, da tudi zveza zelo dobro zdaj pač je prisluhnila vsem tem željam, pa tudi oni so naredili ogromen korak na tem področju, glede plačil, nadomestil, no, tako da vsaj neko zadoščenje je, ampak nekateri pa nimajo te možnosti, pa morajo svoj dopust dati, no, tako da recimo jaz sem bil v eni fazi, ki sem delal celo na pošti takrat, no, pa igral v Litiji, pa smo šli na Evropsko, pa sem šel potem samo za par dni lahko na morje, no, ker neplačen dopust mi pošta ni dala, mogel sem dati svojega, no, tako da enostavno mi je pol ostalo sicer takrat, če nisem imel družine, sem bil sam z ženo, no, v bistvu, tako da sva šla potem samo za par dni na morje, ker enostavno nisem imel več dopusta, no, tako da je to mal problem, ampak to se je zelo dvignilo napram prejšnjih let, no, ampak je pa sigurno dosti tudi odpovedi bilo v preteklosti zaradi teh službenih obveznosti, no, ker enostavno fanti niso imeli dopusta, delodajalci jih ni pustil, enostavno nekdo, ki ni, ne vem, nekateri direktorji, šefice ali pa šefi, ki niso v tem za šport, ki jim je vseeno, v bistvu oni gledajo svoj posel, no, tako da pač samo zamahne z roko, no, tako da potem se mora tukaj vmešati malo nogometna zveza, malo pomagajo predsednik in vsi funkcionarji, tako da zdaj mislim, da je zdaj to čezdalje lažje, mislim, čezdalje boljše, zaradi tega, ker tudi delodajalci omogočajo neplačen dopust, no, vsaj nekaj, no, tako da potem se tukaj nekaj kompenzira, no, ampak ja, ta usklajevanje, to je kar naporno, no, pač tudi glede tega, no, smo res eni fenomeni. No. Ok, zdaj si že parkrat omenil, ne, da s tem, ko si odšel na Hrvaško, je pa vseeno, si lahko rekel, da si šel v nek profesionalizem. A lahko gremo mogoče predvsem, kaj je največja razlika, ki si jo ti občutil, se pravi iz tega, da si pač kot polprofesionalec ali amater igral v Sloveniji, ampak še vedno v najboljšem ali pa enem najboljših slovenskih klubov, da potem greš v tujino, na Hrvaško in občutiš neko tako veliko razliko, ko si že zdaj omenil, ene 2-3 vmes, no.
Ja, v bistvu največji preskok oziroma pač je sigurno količina treningov, ne. Recimo jaz sam osebno lahko iz izkušenj povem, da recimo jaz v Makarski mi smo trenirali tam vsak dan. Mogoče okej, če je bila v petek tekma, smo imeli v soboto zjutraj regeneracijo, pa potem v nedeljo zvečer trening, recimo včasih nismo imeli regeneracije, pa smo imeli v soboto fraj, pa smo imeli že nedeljo trening, pa potem je bil v nedeljo eden, ponedeljek 2, v torek 2, v sredo 1, četrtek 1, petek tekma in v tem ritmu recimo, ne, tako da pol odvisen, ja, kakšni dnevi odvisen od tekem, v glavnem, in največja razlika je sigurno količina treninga, ne. Tudi recimo fizioterapija, recimo pač to za regeneracijo telesa, to je pač bilo pač v mojem klubu res na top nivoju, no, tako da si res lahko rečeš, pišuka, to je drug svet, ne. Tako da je največja razlika ta količinska, recimo, ne. Tudi recimo, ne vem, bolj si pripravljen, logično, pač več treniraš, bolj si notrno, tako da ne, mislim, ne bi pa rekel, recimo, da je pa zdaj velika razlika, ne vem, recimo v strokovnem kadru, ker mislim, je razlika tudi, no, ampak ne spet takšna, kakor recimo v tem količinskem treningu. Pa recimo, pač vemo, da če greš v profesionalizem. A te lahko malo prekinem, pa probamo malo strukturirati zadevo. Zdaj, če primerjaš ti, preden si šel v tujino, v Litiji ste imeli glavnega trenerja, ste imeli pomočnika. Tako je, imeli smo trenerja vratarjev. Ja, trener vratarjev, pomočnik recimo, pa mogoče glavni trener, čeprav tudi pomočnik ta je bil že res, po mojem, večinoma sta bila sem tako načeloma dva, no. Bil je trener in trener vratarjev je bil včasih prisoten. Fizioterapeuta ste imeli? Ne, to nismo imeli, ne. Prišel je mogoče enkrat na teden? Ja, tako ja, v bistvu pač, če se je kaj zgodilo, boh ne daj, ne, je prišel tako, ali pa si kakšnega so poiskali, ali pa mogoče, če je bila Liga prvakov, da je bil nekdo z nami tiste 2-3 dni, da te je malo zmasiral, recimo. Drugače pa ne, da bi ga imeli klubskega, to pa ne. Zdaj v Makarski obvezno glavni pomočnik, si je imel 2 ali enega? Ja, v bistvu v Makarski pa glavni trener, potem sta bila 2 pomočnika, se pravi, en je bil pomočnik za futsal, drugi je bil kondicijski, v bistvu vsak trening prisoten, vsak trening z njim po 40 minut, tudi preventivnih vaj, se pravi, to so že 3, potem trener vratarjev, to je že recimo 4, potem obvezno vsak trening prisoten, vsak trening na voljo, vsako tekmo, cel dan na voljo, če si ga rabil, je bil fizioterapeut, tako da ne govorim potem o funkcionarjih, upravi pa to, ker je pač v Makarski pač imajo to zelo poštimano, tako da tudi športni direktor, če ne vsak trening, vsak drug, sigurno prisoten, če ne skuša svoje pisarni v klubu, v dvorani, ker pač ima klub pisarno. Potem predsednik je imel ogromno treningov, je bil prisoten, pride na tribuno, gleda, v bistvu tudi kot člani uprave, no, tako da ja, tam je bilo res vse, kar se tega poštima. Že čutimo razliko zagotovo. Ja, sigurno. Zdaj pa, koliko si rekel, ne, zdaj v Sloveniji ti si naredil 3 treninge, če pogledamo, kaj ste imeli, ponedeljek ste imeli kaj? Rekel si ponedeljek, torek, sreda, kaj četrtki pred tekmo so ponavadi prosti? Ne, četrtek je prost dan, tako da v četrtkih ni treningov, pa potem petek tekma, sobota, nedelja frej, pa potem spet ponedeljek. Ok, pa kaj ste delali, rečemo, v ponedeljkih, recimo? Ja, recimo, zdaj je recimo zelo najbolj sveže goriva, recimo zdaj ponedeljek recimo delamo majčkeno na vodni, tako prvi del treninga, mislim prvi del, polovica treninga recimo je malo za fiziko, majčkeno dvigujemo fizično pripravljenost, v bistvu kakšne vaje, tako malo, da se malo dviguje puls, da malo pač, to je načeloma v ponedeljkih, potem je dosti uigravanja, dosti igre tudi, potem je torek, so kakšne vaje, kakšne take recimo, pač večinoma žogo vaje, ampak recimo take neke tranzicijske igre, oziroma igra na splošno, potem pa, ne vem, sreda, zadnji trening pred tekmo pa je mogoče malo taktične stvari, malo prekinitve, koti, avti, malo dogovarjanja, malo pač komuniciranja glede igre, malo še taktične postavitve, tako recimo nekako v tem ritmu, no, bi rekel, da se te 3 treninge moraš biti kar umetnik, no, da lahko vse to spraviš not v 3 treninge, vemo, da je to po uro pa pol, da to ni po 2-3 ure, da je to urca pa pol, tako da vemo, da je zraven tudi ogrevanje, malo raztegovanje, tako da potem pa vemo, koliko imamo časa še.
povprečju imate koliko dolg trening? Uro pa pol? Ja, uro pa pol imamo mi v Litiji, imamo pa uro pa pol, se pravi, pač v tej uri pa pol moš noter strniti vse in ogrevanje in potem vse te stvari, ki sem omenil. No. Okay. Zdaj, če se vrnemo nazaj na Hrvaško, ne, si rekel, ponedeljek ponovadi en trening, torek, sredo 2, četrtek 1, petek 1, sobota tekma. Ne, v bistvu je bilo odvisno, zdaj kdaj je bila tekma. Ampak recimo, če rečemo, da je bila tekma v petek, kar je bila večino časa, Okay. je bilo tako, se pravi, v ponedeljek 2 treninga, v torek 2 treninga. Okay. Odvisen tudi v bistvu malo od, pač, ne vem, polka se je šlo recimo proti play-offu, proti končnici konc sezone, smo imeli v bistvu, potem sem šel v ponedeljkih 2 treninga, potem torek, sreda, četrtek. Ampak, ali gremo malo vsebinsko, se pravi, petek imamo še ponovno tekmo, ne, v ponedeljek zjutraj, kaj je ponovadi? Ne, v bistvu tako, v petek je bila, recimo, če začnemo s tem, petek je bila tekma, potem je bil v soboto je bil regeneracijski trening, zjutraj, ne vem, ob 9 smo imeli trening, potem je bil cela sobota je bila frej. Če smo imeli recimo gostovanje v petek nekje v Zagrebu, ne vem, 3-4 ure iz Makarske ali pa še kje dlje, smo soboto imeli frej, pa smo potem v nedeljo naredili zjutraj regeneracijski trening. Ampak recimo, če smo imeli v soboto regeneracijski, pa potem v nedeljo normalno zvečer trening, je bila itak fizika načeloma, no, smo imeli že kar fizično, ponedeljek smo imeli zjutraj... Te lahko vprašam, kaj pomeni fizika? Ste bili več na utežeh, več tekaško? Ne, se pravi, pomeni več tekaško. V bistvu ta prvi trening, recimo v tednu je bil zmer tak malo bolj fizičen, se pravi poligon, tekaško, poskoki, šprinti, vzdržljivost, recimo ne, tako poligoni ali pa ne vem, tabata varianta, od 20-25 minut recimo šprint, 10 sekund take recimo pauze, ne. Recimo bolj tako tekaški, fizično vzdržljivostni trening recimo, no. Tisti, ko ne vejo, tabata je tisti, ko te v laktat poskušamo spraviti tako, da bruhaš kislino, ona klasična je 8 intervalov, se pravi 4 minute, 20 sekund dela na polno, 10 sekund pauze, ne. Točno to smo mi delali tudi. Pa prvi, drugi še gre, tretji začuti že vse, da je kislo, v 6. pa ne veš več, kje si. Ja, tako nekako je to izgledalo tudi tako pri nam, no. Potem pa v ponedeljek zjutraj je bil fitness, se pravi delo z utežmi. Tako je bilo načeloma kar vsak ponedeljek, no, smo delali pač, ne vem, smo imeli razne postaje, ne vem, 7-8 postaj. Ste imeli pol večinoma repetitivno moč, ste delali na čas ali na število ponovitev? Delali smo kar načeloma število ponovitev, se pravi smo delali po, ne vem, 6-8 ponavljanj, 3-4 krogi recimo, ne. Tako da smo bili po 2, smo bili tako recimo načeloma, odvisno zdaj od količina osebno, ampak načeloma tako nekako je izgledalo. Mogoče je kdaj bilo tudi drugače, ne vem, kaj tudi recimo časovno, mogoče res, ne vem, 10 sekund ali pa kaj takšnega na glavnem, ampak večinoma je bilo kar število ponovitev, recimo, no. To je bilo zjutraj, potem popoldne je bil normalno, v ponedeljkih je bil tak malo močnejši trening, sicer z žogo, ampak tako te vaje, recimo 1-1, 2-1, 2-2, pač razne vaje, nekaj itak je tudi ful naporno, no, pa... Veliko handicapa, pa lovljenja, pa... Ja, tako da pa pol to, kad te z igro potegneš, recimo te vaje... V hitrost prelevi vse skupaj. Ja, tako. Okay. Tako, pa recimo pol, kaj žoga v igri, malo večkrat pozabiš, da delaš fiziko, no, pa te pol itak to še tukaj not vleče v glavnem. Potem pa torek, zdaj, če je bil zjutraj trening, je bil na parketu, je bil taktičen trening, smo imeli prekinitve, recimo smo, ne vem, tudi včasih smo večkrat imeli recimo tako pač malo videa, pa potem prenesli na igrišče. Potem zvečer, recimo ob torkih, je bilo tudi večinoma tranzicije, no, spet ta igra, recimo, ali pa ne vem, 2-1 v napadu, ali pa kakšne razne, veš, ko futsal lahko ful kombiniraš itak teh vaj, pa pol vsak trener ima svoje, no, v bistvu, tako da. Potem sreda je bila večinoma veliko igre, tako 4-4, tako da smo imeli kar veliko igre ob sredah. Ob četrtkih je pa bil spet tisti taktični trening, pa malo z golmanom, z vratarjem, se pravi 5-4 napad, 5-4 v obrambi, recimo 4-3 v obrambi, kako pač bomo stali, kako bomo pokrivali, ne vem, pač take stvari, no, v bistvu. Tako je bilo, dan pred tekmo je bilo bolj tako malo sproščeno, bolj taktične variante. Potem pa petek tekma, zdaj tudi odvisen je bilo na Hrvaškem, vemo, da so velike razdalje,
med kraji tudi, no. Recimo mi, če smo šli v Osijek, smo šli dan prej, pa smo naredili prvi četrtek načeloma trening, pa smo potem šli na pot, ali pa smo bili v četrtek celo brez treninga, pa smo prišli tja, pa smo tam trenirali, recimo, ne, ker smo šli na pot, ker vemo, da do Osijeka je kar 7 ur smo se vozili, no. Tako da pol tukaj malo moraš prilagajati, pa malo je sprememb, no, tako da recimo tudi, če smo šli v Dubrovnik, je to 3,5 v eno smer, ker je meja vmes tudi, ne, tako da smo pol odvisen pač. Pa smo načeloma včasih naredili tudi v četrtek zjutraj trening, pa smo šli pol popoldne, recimo smo imeli frej, pa smo šli v petek zjutraj že na tekmo, pa tam dnevni počitek, pa tako da, no, tam na Hrvaškem je malo, se pravim, to je profesionalizem in tam je majčkeno drugačno vse. Pol bilo, ne, odvisen. Koliko si ti potreboval, da si prišel v ritem takega načina treniranja? A si imel kaj krize tam v enem, drugem, tretjem mesecu? Ja, ne, v bistvu tako, no, jaz pravijo zame vsi, no, da sem pač malo drugačen od drugih, kar se tega tiče, v bistvu jaz imam malo prirojeno, ne vem, pravijo, da imam prirojen, mogoče je res, no, kar se fizike tiče, no, tako da tudi veliko imam minutažo, veliko igram, tako da, ne vem, jaz recimo, kaj pa vem, jaz recimo zmer, preden sem šel recimo v Makarsko, sem se sam začel pripravljati, sem začel recimo 3-4 tedne prej sam trenirati, tako da v bistvu jaz, da bi rekel, da sem bil v top optimalni formi, recimo, ne vem, pa ne vem, mogoče že tisti prvi del, že tam november, oktober sem že bil, recimo, ne vem, sem že se čutil, mogoče pol tam že drug del leta, recimo, mislim sezone, no, tam januar, februar, marc, tam je že pol malo bilo utrujenost, je že malo nastopala, potem se spet malo moraš prilagoditi, potem pa, da si za play-off spet svež, ker recimo play-off je bil maja, recimo konec aprila, maja, začetek, recimo tako nekako, no. Tako da, ampak v tem profesionalizmu moraš itak formo ohranjati čez celotno sezono, no, tako da moraš, vsak pozna svoje telo, ve, kva mu je dober, kva ne, kva mu odgovarja, kaj ne, tako da pač potem se pa pol prilagajaš, pa pač kar ti najbolj paše, ne. Ne, zanima me, ker ko se pogovarjaš z igralci, ko prehajajo tako nivo več, ne, ali pa ne vem, predvsem, ko se dodajajo v tednu 2 ali pa 3 dodatni treningi, ki jih prej ni telo bilo navajeno, ne. Zato me je zanimalo, je tako prvih, ne vem, 6 tednov nekje ljudje ali igralci pač dober ta tempo držijo, ne, potem se pa malo telo zasiči, kot da bi se malo ne more se zregenerirati, tako bom rekel, ne. Zdaj, glede na to, s čim smo midva že samo oddajo začela, ne, da ti rad po treningih si malce dlje, se raztegneš, verjetno povalčkaš, hladne kopeli, se pravi, že poskrbiš za regeneracijo, tako verjetno tudi hidriraš se dovolj, pa še ostale stvari poskrbiš, pomeni, da se dosti hitro potem tudi obnoviš, pa ti je to mogoče bilo toliko lažje, ne. Ja, mogoče, ja, recimo tudi, ne vem, jaz sem zmer potem itak, ko sem prišel v Makarsko, smo tam imeli tudi nutricionista, tako da potem je bilo tudi z njim veliko sestankov, pogovorov, predavanj, tako da potem itak tudi prej neke nove stvari, neka nova obzorja, začneš gledati tudi malo drugačno vse, no, tako da jaz sem zmer pač imel te dodatke prehrani, pač tisto, kar je normalno, gre zraven kot profesionalni športnik. Tako da tudi mogoče glede tega, pol itak sem dal veliko na regeneracijo, led, masaže, spanec, recimo prehrana malo, tako da očitno potem sem rabil manj cajta, pa še, kot sem že rekel prej, mogoče malo prirojeno, tako da tudi kar se fizike tiče, no, tako da ne vem, nisem imel nikoli, da bi rekel tako nekih velikih teh problemov zasičenosti, no. Si spremenil kaj prehrano s tem, ko si imel možnost, da ti nekdo bolj ureja jedilnik? Ja, sigurno, jaz, ker sem prišel v Makarski, sicer ne takoj prvi let ali pa drug let, potem recimo tam, recimo nekje 2016, 2017, no, se pravi po 1-2 letih, ker smo imeli pravno nutricionista, pravno profesionalno, v bistvu, kdor karkoli je hotel, kdor je želel kakšne informacije, v bistvu pol je bilo kar tako, da smo imeli kar obvezna neka predavanja, individualne sestanke in tam sem jaz pol res malo spremenil prehrano, v bistvu pač nekaj dodal, nekaj vzel, v bistvu predvsem
število obrokov, recimo, nisem mogoče toliko prehransko, recimo vsebinsko spremenil, kakor se recimo, ne vem, obroki, recimo več si jih imel, malo več dan pred tekmo, malo napolnil glikogen, malo ogljikove hidrate, malo rezerve, malo take stvari, ki jih prej itak nisi vedel, noben ti jih ni povedal, no, tako da glede tega sem jaz kar dosti spremenil. No. Ja, ampak si pač kar naenkrat si začel paziti, kaj ješ, pa kdaj ješ. Ne? Ja, tako, ja. Se pravi, od začetka si itak bil malo voden, potem pač pa itak, ja, malo si odgovoren sam do sebe, no, tukaj, da pač malo paziš, malo gledaš. Še zmeraj je bila čokolada v igri, ja, itak, če kaj reče, ja, pa ne smeš to, ampak ne, pač, kad ti cukor pade, ti pade, to nimaš kaj, ne, tako da, recimo, ne vem, tudi ena zanimiva stvar je bila, ker nam je rekla nutricionistka, ne, da moraš ti, recimo, pred tekmo, ti obvezno moraš jesti bel kruh, pa gor, recimo, marmelado, ali pa pred treningom, to je nek, recimo, tak nek, recimo, nek ritem ali pa nek ritual bil takrat, no, tako da, tudi, recimo, ne vem, sladkana voda, pa samo usta malo pogrgrati, pa take stvari. Tak, pač neke nove stvari, ki mislim, da ne vem, meni so dobro dela, no, pač ne moram reči, da ne. Daj nam razloži, ko si rekel, da je bilo potrebno glikogenske zaloge nafilati en dan prej. Kaj je to pomenilo? Ja, to pomeni, da recimo, se pravi, v petek je tekma, se pravi, v četrtek se moraš nafilati z ogljikovimi hidrati. To pomeni, recimo, ne vem, jaz sem imel zjutraj za zajtrk, recimo, ne vem, 4 toaste, pač polnozrnate. V četrtek zjutraj, en dan Ja, prej. dan pred tekmo, ja, v bistvu zdaj, če imaš tekmo soboto, pač petek, v glavnem dan pred tekmo, se pravi, zjutraj, ne vem, sem jaz imel recimo sam zdaj 4 recimo toaste, pa gor med, ali marmelado, potem banano zraven, potem recimo, to je v bistvu vse v sklopu tega zajtrka. V bistvu tako je, no, od začetka moram priznati, da ko sem to začel, da je malo je preveč, no, v bistvu itak nisem navajen toliko jesti, kje boš to toliko pojedel, ne, in pol, ti kar maže, kar slabo, ampak pač, ne vem, spet se moraš malo potruditi, ne, v bistvu se pol je rekla nutricionistka, ne, da pač zdaj res pojesti vse dobesedno napisan, kaj eni rabijo, ne vem, toliko, kaj eni rabijo toliko, ne. V bistvu to je bilo tako, no, v glavnem pomoč, recimo, ne vem, rižota, pa ne vem, to je ful količinsko veliko, recimo to, ne vem, za kosilo poješ, sem takrat pojedel rižote za 3 ljudi, recimo, ne. Se pa sem jaz to porajto malo, ne, da je to res malo preveč, da je malo too much, ne, ker veš, to telo ni navajeno bilo, no, tako da pač Ste kaj dobili, kdaj je, rečemo, koliko ur pred tekmo bi je bilo zaželeno, ne vem, da še date to o sebe, tako kot rište, Ja, kaj recimo, tega? Koliko ste imeli urno postavko? Ja, v bistvu je bilo, v bistvu je tako, da recimo tudi nutricionistka je zmeraj rekla, ne, da vsaka oseba pozna svoje telo najboljše, ne, tako da recimo enemu paše tok, enemu tok, ne, enemu paše na dan tekme to jesti, enemu to, se pravi, ti moraš sam svoj telo spoznati, ne, in v bistvu jaz sam osebno recimo sem, ne vem, 2 ure pa pol pred tekmo mogel še nekaj pojesti, recimo, ne, ker recimo imel sem pa soigralca, ker recimo je mogel pa čist prazen priti na tekmo, recimo, ne. Veš, jaz recimo, če sem prišel prazen, sem se lahko samo ogrel, pa bi šel domov lahko, ne. Tako da, recimo, jaz sem nekako 2 ure, 2 pa pol pred tekmo, recimo, še pojem kaj, ne. Tako da To, ko si prej rekel, ne, samo tako za intermezzo, meni je bilo tudi fascinantno, pač z nekimi nutricionisti, ko smo pač imeli to diskusijo, ko sem, ne vem, isto 15-20 let nazaj, da je zelo pomembno nekje tu od 20 do 24 ur pred tekmo, da se poje velika količina, tako kot smo rekli, pač oni so večinoma pač te testenine, ki so jih še v različnih, se pravi, iste testenine za različno minutažo kuhane, ne? Ene so že razkuhane, ene so pa še zelo al dente, ne? Zaradi tega, ker se potem tudi različno ta glikogen aktivira. Ker to je tudi pol še naslednja finta zraven, ne? In potem vidiš, koliko je to pomembno, ali ne vem, za nekoga, ki je v toliko napornem ritmu treningov, tekem in vsega skupaj, je to tudi en del tega, da se podaljša pač kariera, ali pa da si lahko celo sezono v dobri formi.
Jaz bi tu mogoče šel malo naprej, da ne bomo zalutala preveč v prehrani, ima še lačna gratala. Prva zadeva, da ti povem, da v velikem nogometu smo prvi polčas odigrala, vi imate igro ni zavlačevanja zadnjih 5 minut, ni valjanja krčev in udorov fizioterapevtov, ker vam ura se vsakič ustavil, ko je žoga izven igre. Ampak bi te pa vprašal, kak ste imeli, pa rečemo vi v Makarski, zdaj monitoring tebe kot igralca, trening, tekma, kaj vse je kondicijski spremljal te, na kak način, s čim? Ja, v bistvu mi v Makarski recimo smo že imeli tiste pasove, v bistvu tako gor, pač tist nek puls varianta, v glavnem, da si imel, recimo, ne vem, imeli smo določen trening, recimo je imel eden igralec gor, pa ga je potem spremljal to neki intervali, koliko greš lahko še gor, koliko imaš hitro se umiriš, koliko je padec, koliko ti hiter puls pač pade oziroma se ti dvigne. To nam je recimo kondicijski trener je meril, deluje pač razpredelanco, da je on videl, recimo, ampak... Vi ste imeli pa vseh treningov? Ne, to ne. On je to samo kaj delal, ko smo se recimo, ne vem, odločil se, ta teden bomo tako naredili, da bo on malo sam pač delal neke analize, da bo videl, komu kaj odgovarja, komu ne, komu lahko malo dvigne ritem, ne vem, treninga, ne vem, nekdo rab malo več kondicijskega, ne vem, recimo, ker veš, on je tako rekel, jaz sem se zmer spomnil teh besed, moraš ti vsakega spet spoznati, ne moraš ti devati tiste treninge, ker imaš različne tipe igralcev noter, ker recimo enemu, ko boš dal tak trening, ga boš ubil, z njim ne boš imel potem nič, enemu bo to premalo, enemu bo preveč in potem je on to neke svoje analize delal, pa ugotavljal, recimo, drugače pa tako, na tekmi to nismo nikoli imeli nobenih merilnih teh, ne vem, ti moraš biti pa toliko cajt not in tret, ne, to ne, to je potem sam trener videl, kdo je padel not v igri, kdo ni v ritmu, mislim pač, kdo je fizično padel, v glavnem, tako da nismo nikoli imeli potem nekih meritev, tako. Ampak se vas pa meri, koliko časa ste vi v igri, se pravi v igri noter, ali je to... Ni pomembna statistika. Ne, v bistvu tako, v Makarski smo mi imeli pač tega direktorja športnega, ki se je s tem ukvarjal in je točno gledal, kdo je koliko igral, pa je potem po tekmi povedal, ti si igral, ne vem, 26 minut, ti si igral 32, ampak načeloma to nikoli ni igral neke vloge, ne vem, da je to pomembno, kdo koliko igra, kdo bi igral več, kdo bi, ampak to je enostavno, vsak trener ima svoje, glede na občutke, glede na videno, tako da ni zdaj točno določeno, ne vem, ti boš pa igral zdaj toliko, pač odvisen, kako se smer oziroma tekma odvija, v katero smer gre, recimo, ne vem, pač... Se pravi, to bo futsal zdaj v naslednjih letih pol prišlo. Ja, mogoče, ja, ampak načeloma je, ne vem, tam neka zdrava pamet oči, recimo, da bi, ne vem, poprečno igral igralec, da bi bilo maksimum tam od 25 do 30, je že tiskala malo prevelika, že minutaža, tako da recimo v reprezentanci, ki so zmerni, ne vem, je pač dosti količinsko, mislim, dosti igralcev je bilo recimo tam, da si igral do 25 minut, recimo, ne vem, do 30. Dobro, se je zgodilo, da tudi nekdo igral celo tekmo, to se mi je že tudi zgodilo, da je parkrat že, tako da pravi, da spet to imam spet jaz nekaj prirojen, tako da drugače pa načeloma, ja, je kar naporno to, da igraš na tem nivoju, top nivoju, res, da igraš fulno. Zdaj, glede tega spremljanja igralca ali pa razvoja vaše igre, a se pri vas treningi so se snemali ali se je to samo video analiza vedno tekm delala? Ja, v bistvu v Makarski, če govoriva spet o tej profesionalizmu, v bistvu pri nam se je trening tudi dostikrat snemal, trener je postavil kamero gor, se je snemal trening, potem smo svoj ta trening analizirali, svoj ta trening pač gledali in se pogovarjali, kako je bilo, kaj je bilo, trener nas je opozarjal, to ne, ja, to ja. Potem recimo v Makarski isto to bilo, se pravi analiza, se pravi v ponedeljek je bila recimo to zmer pred treningom svoje tekme, se pravi petek smo igrali, v ponedeljek ali pa torek, ne vem, smo imeli svojo analizo tekem, potem pa dan pred tekmo, se pravi smo imeli pa nasprotnika, se pravi spet pred treningom analiza, včasih je bilo tudi po treningu, odvisen zdaj tudi od materijala, od pač
načina, pa s kom, pa kam, pa tako da tam je bilo tega tudi ful, no. Tako da recimo zdaj tega v Sloveniji je tudi, ja, sigurno je, ampak tam je bilo spet tega več količinsko, no, tako da je pa bilo, ja, analiza svoje tekme, analiza treninga, analiza nasprotnika, tako da kar bilo ogromno tega. Kako pa ti doživljaš to, ko te trener analizira ali pa ko ti razlaga, kje si dober odreagiral ali pa kje si slabo odreagiral? A ne, v bistvu mene to... V taktičnih vidikih. Ja, meni je v bistvu to zmer bilo zanimivo, zmer mi je to bilo, ker sem pač itak... V bistvu jaz sem itak tak, da po tekmi svoji, če je recimo kot stream ali pa kot bil prenos, jaz itak po tekmi imam zmer probleme zaspati, ker me ta adrenalin, pa verjetno tudi kakavo pozem, pa to v tretje geli, ne, v glavnem, pa pol ne morem zaspati in pol gledam tekme in analiziram sam pri sebi, aha, ta gol smo dobili, tam bi lahko ga dal, tam sem slabo podal, pol gledam, recimo jaz že sam to delam zmer po tekmi, no, tako da tudi to še danes, no, tako da to potem pa, ko pa gledaš tako, pa ti še nekdo pove, nekdo, ki vidi, pač itak, vsake oči imajo svojega malerja, ne, tako da potem recimo tudi vsake stvari nekaj potegneš, pa je to samo plus, no, tako da jaz sem zmer to gledal pozitivno, zmer sem gledal to, da sem pol se lahko izboljšal, da sem se izboljševal sam, tako da, ker ti recimo pol, ne vem, soigralci vidi nekaj, pa ti pove, ne vem, trener sploh vidi nekaj, tako da potem pol tukaj izmenjuješ mnenja in to je samo plus, no, tako da jaz nikoli nisem imel s tem problemom, da bi bil užaljen ali pa recimo, ne vem, boh ne daj karkoli drugega, tako da meni je zmer to bilo dobro, no, pa fascinantno, tako da zanimivo. A še imaš vedno težave s spanjem po večeru? Ja, še zmer, še danes, recimo, ne vem, po tekmi, ob 8 tekma, ne vem, konc, pol je tam večerja, pol malo tam se ostane na pijači, pol prijem itak domov, ne morem kje, pač še zmer danes imam probleme, no, pač ne morem enostavno, ne morem zaspati in bi bdel in bi gledal in bi, ne vem, surfal in bi potem pa zjutraj otroci o 6:30 ali pa 7 že na Duracell. Kdaj skoriš? V bistvu ne vem, tam recimo, kaj jaz vem, recimo včeraj sem imel tekmo, pa sem zaspal recimo, ne vem, 1:20 recimo šele, no, tako da včasih mogoče, ne vem, pred 1 zelo težko, no, to sigurno, tam 2, pol 3, odvisen, se pravim, imam zmer te probleme, no, pa premalo spim, pa prav žena tudi, da veš, da sem tečen. Ne moreš biti tečen, če zmaguješ. Ja, ne, itak, ja. Tečen si, ko zgubljaš. Daj mi reči, da si mogoče še malo predstavljamo, se pravi, ok, imate vi vse te analize in prej si omenil tudi, rečemo, da imate doskrat razne te igre, 2-2, 2-1, reševanje, reakcija po zgubljenih žogah in tako. Rečemo, v velikem nogometu se pač kamorkoli klikneš, že na YouTubeu vidiš, koliko se manjšajo prostori, so dodatni goli zraven in tako naprej. A se na podoben način tudi v futsalu trenira ali vi izkoriščate večino treningov celotno igrišče? Ne, isto, večinoma, mislim, velikrat je tudi, so razne igre, ki se zmanjša igrišče, pa se igra recimo gola, oba dva se premakneta, ne vem, recimo eden na center, eden je pač na svoji pač poziciji in potem je to skrajšano igrišče in je 2-2 ali pa igra žokerji za golom, za nasprotnikovi polovici ali pa na strani, tako da te neke situacijske stvari oziroma postavitve tudi pol na tekmi, ki se zgodijo, veliko je tega, no, tudi recimo, ne vem, 4 gole smo imeli recimo v Makarski, ne vem, 2 na liniji, 2 pač, pa se pravi na širino pa na dolžino, no, tako da tega je bilo tudi ogromno, improvizacije je veliko, no, tako da je veliko tega zmanjšanega prostora, mislim, igre na zmanjšanem prostoru, tako da hitrejše reakcije, hitrejša odzivnost, tako da ja, tudi tukaj pri nam je tega tudi kar veliko, no. Okay. Zdaj, ti si po poziciji profesionalno branilec, ne? Ampak kaj to pomeni, glede na to, da je toliko veliko neke rotacije znotraj igre? To pomeni, na drugi strani si pa prvi strelec reprezentance, zgodovinsko gledano, ne? Ja, v bistvu to v futsalu je tako, no, recimo zdaj
v teh časih je to zdaj postalo kar tako, se pravi, golman, potem pa zadnji igralec, se pravi, igramo nekako v rombu, recimo, da je reči, no, se pravi, zadnji igralec, potem sta dva beka, se pravi, levi in desni in potem je gor na vrhu je pivot, sidraš, ne vem, kako ga pač hoče nekdo, pač, ko ga se reče v glavnem in potem itak, ja, velike rotacije, velike gibanja, ne vem, itak, se znajdeš, daš žogo na beka, greš naprej, greš v napad, prideš v situacijo, ampak recimo tista začetna postavitev je tako, dva beka, sidraš in zadnji igralec, ne. Tako da recimo pol tudi recimo... Ti si ta zadnji, ali kaj? Jaz sem ta zadnji, recimo, ne, kot nek, dajmo reči, organizator igre, začnemo akcijo, se začne recimo pri meni, ali pa ne vem, golman ti spusti prvo žogo, pa pol, itak to zakrožiš pa to, ne, tako da zdaj, da ni tako, ker recimo velikan, ki je branilc ali ne gre v napad, ne. Ja, centralni branilc zelo težko. Ja, tako recimo, ne, tako da to je majčkeno drugače, ampak ne vem, velike pač tega kroženja, velike tega, v glavnem tudi potem, ne vem, v obrambi, če se vrneš v obrambo, recimo, ne vem, kot zdaj odvisen, ne, od soigralcev oziroma od ekipe, nasprotnike, če ima, ne vem, dobrega sidraša, kdo ga pokrije, recimo, nima veze, lahko ga, razen pivot ga ne pokriva, ker pivot je recimo sidraš je od spredi, ne, tako da načeloma bek ali pa zadnji igralec, ne, je v obrambi, je ta zadnji tudi, recimo, ne, tako da jaz kot zadnji igralec, mogoče zdaj to malo komplicirano, ampak jaz kot zadnji igralec, recimo, ni zmer nujno, da jaz krijem njihovega glavnega napadalca, recimo, ne, nekako tako po domače povedano, no, tako da Zdaj standard, da se več ali manj vse v coni igra, ali se še kdaj izkorišča situacija, da se igra 1-1? Ne, v bistvu v Sloveniji je kar načeloma tako, no, da se krije 1-1, no, da se igra tudi, ko igraš pressing, da igraš večinoma kar 1-1, no, tako da ja, so situacije sigurno, ko pridejo, da se prevzame, da, ne vem, zamenjata, to sigurno, recimo postavitve na avtokotu, dosti ekip ima consko, se pravi, tam je večinoma cona, se pravi, da kriješ prostor, ene ekipe imajo avte, da se pokriva individualno, se pravi 1-1, odvisen to čisto trenerje od ekipe do ekipe, no, tako da, ampak tudi, kar se pa tiče recimo te igre v obrambi, v pressingu, pa to je pa tudi individualno, se pravi 1-1, ali pa velike tudi prevzemanja, recimo, če pač se zmenita dva med sabo, pa prevzameš, pa tako da ja, čisto odvisen spet. Ker jaz na Euro sem imel dosti občutek, da takrat, ko ekipa lovi rezultat, igra 1-1, takrat, ko pa govorimo o fazi branjenja, da se lovi po celem igrišču, ko pa imaš rezultat, se pa večinoma nekje v coni, ali sem jaz narobe to videl? Ma ne, v bistvu ja, je tudi tako, je lahko, no, načeloma, ampak se pravim, recimo predvsem recimo reprezentanca mi, Slovenija, ki pač imaš tukaj manjšo količino treninga, ne, smo zmer večinoma pokrivali kar 1-1, no, tako da, ker recimo za to consko postavitev, ko govoriva o fazi branjenja, je zelo pomembno, no, da si ti uigran, no, to je veliki faktor je uigranost, no, tako da zdaj v reprezentanci nimaš količinsko toliko treningov, pa je pol to težje, tudi na klubskem nivoju to, moraš res biti to uigran, no, tako da, ne vem, tudi mi v Makarski smo večinoma kar krili 1-1, no, tako da tudi vidim zdaj recimo Španci, ki so recimo top svetovna liga, no, oni kar igrajo večinoma tudi kar 1-1, no, tako da so faze sigurno, ko se prevzema pa neka conska postavitev, ampak se pravi, to moraš biti pol imeti kvaliteto, moraš imeti uigranost, moraš imeti fizično dobro pripravljenost, velike pol faktorje vključene. Aha, okej. Dej, če se gremo zdaj midva nazaj na reprezentančni nivo nogometa. Če bi tako izbiral, pred dodajo smo se malo pogovarjali, ne, zdaj reprezentance ali pa države, ko lahko rečemo, da nekaj več mogoče vlagajo v futsal, smo se menila Rusija, Kazahstan, Italija, Španija, Portugalska, sem kaj spustil, večinoma. Ne, kar večinoma je to, ja. Večinoma je to, ne. Si kdaj želel v katero od teh držav iti igrati? Ja, v bistvu meni je bila zmer Španija tista osnova, mogoče tista edina destinacija, ki bi mogoče res šel. Imel sem tudi ponudbe, pač in to je bil pa recimo v klub, ki se je boril za play-off in v bistvu na pol sezone sem dobil 1 let ponudbo,
ampak takrat sem že bil, mislim, toliko star, recimo, da sem gledal samo na zaslužek, nisem gledal na to, da bom rekel nekoč nekdaj nekomu, jaz sem pa igral v Španiji, ne. Če bi to hotel, potem bi šel, ne. Ampak jaz potem sem si rekel, pa zakaj bi šel zdaj v Španijo za manj denarja, kakor ga imam na Hrvaškem, čisto pač po domače povedano, no. Več se bo tam treniral, nisem pa več bil v tej fazi let, recimo, da bi rekel, ma ja, Španija, grem probat, grem, da vidim, kje sem, ne, pač takrat, če bi bil mlajši, pa bi dobil mogoče ponudbo tam z 22, 23, mogoče pol bi šel, ampak recimo tudi zdaj, ne vem, na stara leta, veliko ponudb iz Italije dobivam prve lige, recimo, ne, pa si rečem, kam bom šel to, ne, zdaj. Tako da imel sem tudi Kazahstan, sem imel ponudbo, imel sem Azerbajdžan, imel sem jaz tako, v bistvu v karieri sem imel dosti ponudb, no, ampak nobena pa ni bila taka mikavna, ali pa da bi recimo, pač koliko sem že prej rekel, z teh razlogov, no, da bi šel, da bi se odločil, no, tako da mogoče zdaj, če razmišljam za nazaj, ne vem, pa mogoče bi lahko šel v Španijo pa probat, no, ampak ne vem, no, pač da mi je žal, mogoče ja, no, ampak po drugi strani pa... Zanima me predvsem, z katerega vidika te rečemo, te Španija je pritegnila, se pravi, zaradi tega, ker igrajo drugačen futsal, ali zaradi tega, ker je, ne vem, pač vse nek kvaliteta lige toliko velika, kaj bi te pritegnalo, da bi šel tega? Ne, mene recimo Španija me vlekla zaradi tega, ker je najmočnejša liga na svetu, recimo, ne, ker igrajo tam res, so igrali takrat so igrali to top igravci, recimo spremljajo se medijsko, tam so vsaka tekma skoraj na televiziji, na državnih televizijah, v bistvu, tako da pač pa je najboljši igralci, so tam najmočnejša liga in mogoče to me je mikalo, ne, to, da bi rekel, grem, pač, ampak po drugi strani pa, ko sem že omenil, ne, ni bilo to nek finančne take razlike sploh, pa potem itak je bilo pol vse težje usklajevati, ker jaz sem pa nekako tak družinski človek, no, tako da tudi sam ne bi šel, recimo, ne, pa tudi to me je pol malo zadrževalo, no, kar se tiče tega, no, tako da pa zmeraj pol so me v Makarski zmeraj prepričali z nečim, res so se trudili zmeraj okoli tega, da bi vstal, zmeraj so res pokazali velik interes in tem je bilo kar nekako žal, da bi šel, tudi pol, ko sem šel recimo zdaj nazaj domov, je bilo kar, no, mislim, težke odločitve, to so res take stvari, težke res, da ne moreš si misliti, no, da je to res lahko pride do takšnega nivoja, takšnega res takih odnosov, takih stikov. Vsak bi si rekel, ma saj to je profesionalizem, greš in kaj, greš za boljšo ponudbo ali pa ne vem, greš domov, ampak meni je bilo zelo težko, no, meni se je bilo zelo težko odločiti za nazaj, ker sem res bil tam, ljudje so me imeli radi, bil sem res sprejet, no, tako da res težka odločitev, tako da tudi zmer, ker sem imel kako ponudbo, tako, ne vem, Italija, ne vem, Kazahstan je bila tudi dosti finančna, recimo Španska takrat, ampak zmer so me te ljudje nekako res, so me osvojili, zmer so mi nekako, so me prepričali, zmer so pokazali res tisto veliko željo, interes, da ti je bilo kar hudo iti, no, tako da pol, v bistvu tudi to me je malo zadrževalo, da nisem šel. Pred dodajo si rekel, da je bilo težko, da so te sprejeli, a pol, kot so te pa sprejeli, te pa nadajali, kaj? Ja, recimo Dalmatinci so taki, no, iz izkušenj lahko povem, da recimo so zelo taki, da ne sprejmejo vsakega, no, da pa so res malo tak zaprt narod, kar se tega tiče, no, v bistvu, ampak pa kad te sprejmejo za svojega, kad vidijo res, da si del njih, da ti lahko zaupajo, kad te sprejmejo, pol je pa to čisto druga pesem, pol je pa to čisto obrnjena plošča, pol te imajo pa radi, pol si dobrodošel posod, pol te ful spoštujejo, ful te cenijo, ful si bolj cenjen, neverjetno, kakšen je to odnos, ne vem, recimo, da enega tujca tako sprejmejo, recimo, ne vem, jaz sam osebno sem dobil priznanje za najboljšega športnika mesta Makarske, kar se je zgodilo prvič v zgodovini, da je nek tujc to osvojil, no, tako da 2019 sem bil najboljši športnik, recimo, ne, pa vemo, da Makarska ima veliko športa, ampak so takrat dali meni to priznanje, no, tako da recimo res to je bila velika čast, no, tako da res so me sprejeli, no, res so me imeli radi, res to začutiš na vsakem koraku, recimo posebej v Makarski, ki je majhno mesto, pa je šport, futsal bil številka 1 po priljubljenosti, pa vsem in to se potem dan po tekmi govori na kavah, samo futsalu. To recimo mi smo imeli
najslabša liga, mislim, ekipa v ligi je prišla nam v goste, pa smo mi imeli po 700 gledalcev, recimo, ne, ker so bili derbi, to je bilo čez 1000 ljudi, recimo finale, prvi let finale s Splitom, to je bila dvorana premejhna, recimo, to je bila, ljudje so sedeli po stopnicah, po oknih, po ne vem kje, v glavnem, pa junija je to bilo, tako da not je bilo čez 2000 gledalcev, tako da euforija, no, tudi recimo drug naslov, ki smo ga osvojili v Vrgorcu, pri najhujšem sosedu, največjem rivalu, v bistvu je bilo pol dvorane iz Makarske, mislim, to je, kad to doživiš, to so te res lajme mese, ker so se kocine naježile, no, tako da, mislim, neverjetni občutki. Koliko je pa pol možno, da smo mi boljši na rejtingu kot Hrvati? Ja, v bistvu mislim, da klubsko smo boljši, klubsko pač zdaj zadnji uspehi Dobovca pač v Evropi, klubsko smo boljši, smo pred Hrvati, reprezentančno ne, ampak kar se pa tiče celotno gledano kot klubsko, kot liga, če govoriva, se pa to z vsem spoštovanjem ne more primerjati, kar se fanov tiče, kar se energije tiče, to se Hrvaška, Slovenija ne morata primerjati, no, to iz izkušenj lahko povem, ker... Tudi po vložkih, ne? Ne, po vložkih, dobro, mogoče, tudi v Sloveniji res roko na srce se pač vse vlaga, res vsaka čast vsem, ki to delajo, ampak recimo v Makarski v bistvu, tam je bilo pol ekipe profijev, no, tako da pač vložki so res večji, no, tudi glede vseh teh potovanj, pa to že tega, pa spanja, pa recimo hotelov, pa to že glede tega so večji vložki, no, ampak kar se pa publike tiče, pa navijaških stvari, pa to pa pač je pa Hrvaška oziroma Dalmacija, jaz pravim, pa predvsem Dalmacija, no, je pa daleč pred nami, no, tako da posebej recimo se igra derbi Makarska, se pravi proti Vrgorcu, to je sosedski derbi, 30 kilometrov razlike, ampak to se je iskala karta več, to je napetost taka, to je noro, no, to je iz publike, to se tako dogaja, no, tudi zadanete kak predmet, recimo, tako da ne vem, kar se tega tiče, tukaj so pa daleč pred nami. Ok, rekla smo, da gremo še nazaj na to reprezentanco. Zakaj, ko smo prej naštevala vse te reprezentance, zakaj so oni pred nami ali pa kaj bi mi ne naredili za to, da bi jih lahko, rečemo, lovili? Kljub temu, da mi dva zdaj govorimo, da smo redno na Euro, moramo reči, da tudi zdaj na zadnjem Euro z veliko smole se nismo uvrstili naprej, ne? Kazahstan 4-4, Italija, koliko je bilo 2-2 in na koncu pač žal malo saj sem jaz tako občutil, pod pritiskom ali pa preveliko željo. Ja. Poraz z Finci, ki so ostali hladni in mirni do konca. Ampak vseeno, kaj bi mi morali narediti, ker verjamem, da te države finančno več vlagajo, na drugi strani pa verjetno je tudi nabor igralcev precej večji. Ja, sigurno, recimo to, mi bi mogli, mislim, težko je biti pameten zdaj, kaj bi mogli narediti, kaj je najboljše, ampak recimo, če nekako razmišljam, jaz sam osebno bi rekel, da je recimo treba sigurno začeti pri mladih, treba je ta podmladek pač delati z njimi, tako se zdaj začeli zadnja leta res dobro delati, tudi glede na tem, mislim, na tem področju se je veliko poboljšalo stvari, tako da pač treba je delati v bistvu... To govoriš klubska raven ali Ne, govorim reprezentančno. Recimo zdaj so se tudi začeli zbori U17, U19 imamo reprezentanco, tega prej ni bilo, ne. Recimo imamo tudi U21 reprezentanco, pač tukaj v zadju se zdaj kar dobro dela, kar se tiče reprezentance, so ta selekcioniranja, so zbori, so akcije, no, tako da pač edin mogoče ta handicap imamo mi, ki ga verjetno ga bomo zmeraj imeli, pač je ta, da pač ljudje delajo, ne, in da ti ne moreš narediti več akcij. Recimo, ne vem, ena ekipa Kazahstana se pred evropskim prvenstvom dobi en mesec prej, mi se dobimo recimo en teden prej, ne. Recimo tukaj časovno, tukaj so velike razlike in mislim, da tukaj bo zelo težko to spremeniti, ker dokler bojo fantje bili v službah, to bo zelo težko. Lažje je to narediti, če je, ne vem, cela reprezentanca v tujini, da so vsi igralci profi, pol je to enostavno narediti. Glede tega se bo moglo nekaj spremeniti, no. V bistvu tako, no, glede svoje reprezentančne kariere, ki gledam, veliko se je spremenilo, no.
Kot sem že prej omenil, ne, pač glede teh neplačanih dopustov, nadomestil zveze, prisotnost, ne vem, predsednika zveze pri delodajalcih, pa to se že veliko spremenilo in je šlo veliko na boljše, no. Tako da se da še bistveno več narediti, no, tako da pač se bo mogli pač na tem področju še delati, se pravi, da bi probali čim več teh reprezentantov biti profesionalcev, ker pol je vse lažje delati, trenirati je lažje. Tako da mislim, da so te reprezentance prednosti glede tega, no, ker so vsi so profi. No. Recimo, ne vem, redko katera reprezentanca je, da bi rekel, ne vem, mogoče le en primer je dober Finska, recimo, ne. Je rekel sam selektor, ta Hrvat, ki je bil Mićo Martić, je rekel, ne, da oni niso profi, ne, isto, ne, v klubih so pač amateri, ampak kar se reprezentance tiče, no, se pravi, delodajalec, ko on sliši, da ima reprezentanca akcijo, oni pustijo, oni nič ne delajo problemov, oni so lahko prav tudi en mesec so lahko skupaj, zaradi tega, ker jim delodajalec to omogoča, čeprav so amateri, ne. Tako da recimo na tem področju je verjetno zame osebno še dosti rezervno, tako da... To se je tudi na Euro se je dosti poudarjalo, sploh za to tekmo z Finci, ker so že Finci prej kazali zelo zobet, kot pač tudi vi, ne. Tako, ja. Ampak ponovno, ne, če se vrnemo, 2018 smo imeli futsal Euro v Sloveniji, pa se število otrok v futsalu ni tako dvignilo, kot bi mogoče vsi želeli, ne. Predvsem tu jaz pogrešam tudi, da bi se malce več mogoče poskušali spodbuditi mlade. Sej na koncu, jaz pač gledam tudi kot športni pedagog, ne, bolj je važno, da so v dvoranah, na igriščih, da trenirajo, da se ukvarjajo s športom, kot pa da so za računalniki, pa za telefoni, pa še kje drugje, ne, za kakmo šanko slučajno, ne. Zaradi tega, ne, in razmišljam samo, kako bi lahko, ne vem, tudi skozi enega Igorja Osredkorja, ki lahko, jaz mislim, da lahko rečem, že zdaj si legenda tega slovenskega fuzbala, ne, da bi se spodbudili mlade, da tudi, če mogoče jim ne uspeva v velikem nogometu, zakaj ne bi poskušali v malem, ker je vseeno to drug šport, drugačni teki so, na drug način se določene stvari trenirajo, se pa še vedno igra fuzbal, ne, da ne bo pomote. Ja, v bistvu, ne vem, če se vrnemo na 2018, recimo mi smo tega evropskega prvenstva malo tako, kar se tiče publike, sami osebno, recimo smo čutili igralci, tako smo rekli, Pišuka, Stožice, 10,000 gledalcev gre noter, pismo, ko, če jih bo 4,000, 5, to bo top, recimo, ne, pa smo rekli pismo, a bo, bilo, pa vse vemo, futsal je malo tako untretno, v glavnem, potem pa mi igramo 2 tekme v skupini, pa razprodamo dvorano, ne. Pa igramo potem 20,000 na film. Ja, pa recimo potem igramo četrtfinale, pa spet razprodane tribune, pa te folk kliče na dan tekmo, ne, pa reče, dej, a lahko kako karto zrihtaš, ne, dej, ni več kart, ne moramo kupiti kart, recimo, ne. In je bila to taka euforija, da smo mi 3 tekme igrali v Stožicah, vse 3 smo dvorano razprodali, vse 3 tekme je bilo čez 10,000 gledalcev, ne, in potem si rečeš, pa pismo, ja, to je to, ne, zdaj moramo to izkoristiti, zdaj se bo začelo, zdaj bo to dvignilo se, ne, potem pa spet vidiš, ko se to vse malo umirja, da je to vse se malo spet pozabili, da sigurno se ni izkoristili tako, kot bi se lahko, ta evropsko prvenstvo, ker vidimo, da folk, ljudje imajo radi ta šport, ne, in da gledaš zdaj recimo, ne vem, posebej zdaj po letnih časih, to so vsi na malem, vsi igrajo na nekih betonskih igriščih, recimo vsi igrajo ne v dvoran, ker je prevroče polet, ampak recimo vsi igrajo nek 4+1, ali pa igrajo 5+1, ampak v bistvu vsi so na tem majhnem igrišču, recimo, ne, tako da v bistvu slabo se je izkoristili, moje osebno mišljenje oziroma mnenje je, no, ta Euro so slabo izkoristili, lahko bi ga boljš, mogli bi ga boljš, kar se tiče sponzorjev, recimo, predvsem, recimo, ne vem, ena primerjava, pa se pravim, jaz spoštujem vse športe in igralce, ki se trudijo, funkcionarje, v bistvu, ne vem, eno tekmo druge lige, veliki fuzbal imaš na sport klubu, ne, pa pol vidiš, pa je recimo gledanost, ne vem, 100 gledalcev gleda, ne, recimo, ne vem, primer, saj zdaj niso vsi isti, da daleč od tega. In potem si rečeš, pa kdo sploh gleda, recimo, ne vem, drugo ligo, veliki fuzbal na sport klubu je, recimo, ne.
imaš pa tam eno finale, en derbi, recimo, ne vem, futsala, ki je v dvorani že recimo 1000 gledalcev, recimo, ne, če govoriva, potem pa si rečeš, pa valjda, če bi to bilo na televiziji, ne, pa bi tudi pol več sponzorjev bilo, ne, pa bi to več bilo teh, recimo, več sponzorjev, več vlaganj, ne, tako da recimo, ne vem, jaz teh stvari malo sam ne razumem, ne, ker pač se ne spoznam teh menedžerske pa te vode, pa kako to poteka, glavno, ampak mislim, da bi se lahko to malo več promovirali, predvsem na televiziji, no, recimo, se veš, en sponzor, ki se vidi na televiziji, sigurno drugače, bo rekel, ja, pismo, ja, sej, bi pa jaz res tudi tale futsal nekaj dal, recimo, ne vem, imaš gor na dresu, pa na televiziji si, ne, tako da pač imaš te fane, ne, ki recimo tudi to prakticirajo, ne, ampak tako da moje mišljenje je eno, da bi se mogel recimo ta futsal prvo spraviti na televizijo, recimo tako, ko imamo zdaj recimo neka praksa je, da imamo Final Four pokala, da imamo na televiziji finale, recimo, ne, to je že neka velika stvar, ne, tako da pač to, tako, vse mi imamo streame, recimo, jaz sem v tem športu, pa vem sam, ne, da gledati futsal na internetu, se pravi na YouTubeu, a pa gledati futsal, ko gledam špansko, ko gledam na televiziji, ne, recimo, to je taka razlika, ki itak, prenos, če znaš, ki ga znaš ti narediti, je to drug šport, je to tukaj lepo zagledati, pa so počasni posnetki, pa je res to noter padeš, ne. Tako da pač mogli bi to se potruditi, pa biti več na televiziji v bistvu, no, tako da je pa dejstvo, recimo, no, ne vem, to so včasih govorili tudi, to se jaz spomnim iz mojih časov, ne, ti si taj prepočasen, pa taj premočen predebel za veliki fuzbal, pet ti na malega, recimo, ne, pa so ga kao dal na malem, sem zdaj pa to prišel do tega, da to več tako ne gre, no, da to enostavno, recimo, če se to naredi, da nekdo pride pa reče, pet ti na malega, ti nisi več za velikega, on tudi tukaj ne more več igrati, no. Tako da ta šport je zdaj toliko se dvignil, ta šport je toliko zdaj napredoval, da ni več teh stvari, no, tako da, zato pa tudi futsal uspeva, recimo, uspeva, pač bolj tako, mogoče v manjših krajih, recimo, ne vem, Litija, recimo, ima veliki fuzbal, ampak recimo nima, ne, ali pa ne vem, manjše je mesto, ali pa če gledaš, recimo, Dobovec, Rogaška Slatina, sicer imajo drugo ligo veliki fuzbal, ne, ampak vseeno, pač, ne vem, se mi zdi, da v teh manjših klubih bolj uspeva. Je pa itak vse povezano tudi verjetno s financam, ne, če nekdo bo dobil v futsalu boljška na velikem, ne, pač taki primeri so bili, pač grejo ljudje, ne, kao s trebuhom za kruhom, ne, tako da pač je pa to sigurno drug šport, recimo, ne vem, dostikrat se je zgodilo, da smo mi igrali na turnirjih, recimo, ne vem, na raznih turnirjih po Sloveniji, pa so prišli igralci prve lige, se spomnim jaz prej, recimo Iličić je igral, Jojo je igral za eno ekipo iz Ljubljane, pa Filipović, tako je recimo bil v Mariboru, ki je zdaj pomočnik trenerja, ne, oni so imeli eno ekipo, pa so prišli, pa smo igrali, ne, en proti drugem, ne, tako da to vidiš, da je to je drug šport, no, to ne moreš, mislim, težko je to primerjati, no, tudi posebej pa zdaj, ker futsal je toliko napredoval, no, tako da bi pa recimo, ne vem, s temi nekimi futsal kempi, futsal šolami, ne, recimo, da bi malo prevabili, ne, ker recimo se da, ne, recimo, ne vem, jaz sam osebno razmišljam o tem, da bi zdaj še ne toliko zaradi tega, ker še igram, pa se nočem zdaj temu toliko posvečati, ampak recimo jaz bi naredil tukaj v svojem kraju, bi sigurno lahko zbral določeno število otrok, pa bi naredil nek futsal, ne, sej, recimo, če gledamo, ne, sej iz izkušenj, recimo Neymar, Messi, pa to so vsi začeli futsal igrati, ne, sej, recimo dostikrat lahko prebereš ali pa vidiš, ne, da recimo Neymar je začel futsal, pa je igral futsal, ne, pa je iz futsala dobil te prvine, ne vem, iznajdljivost, brzino, ne, recimo razmišljanje, pa je potem mu ful dobro prišlo to na velikem fuzbalu, recimo, ne, pa tudi Pelé je že tudi prej začel, recimo, igrati futsal. V glavnem, so neke povezave, recimo, tako da jaz mislim, da če otrok trenira, recimo, futsal, pa pol na velikega gre, mislim, da ne vem, da mu škodovati ne more, je pa problem, ker ne moreš obeh hkrati igrati, ne, to je pa itak logično, če hočeš imeti nek nivo, je pa zelo težko, po mojem, usklajevati to. Vse to sem v bistvu hotel, da te slišati, ne, da boš po karieri boš ti zaktiviral pa naredil svojo nogometno šolo. Ja, imam neko vizijo, imam neko, pač tudi recimo te veze poznanstva, ki jih imam malo v tujini, recimo glede makarske, pač smo se že tudi to pogovarjali, da bi naredili pa nek prijateljski turnir, pa bi pač tam pripeljali otroke, pa to, ne, tako da pač želja je, vizija je, pa bomo pa videli, kako se bo to odvijalo, ampak
Jaz mislim, da se da, no, v bistvu pa so v teh majhnih krajih, občinah to, da se da nabrati, no, recimo, sam pač moraš biti, moraš imeti to rad, moraš to delati z ljubeznijo, če boš ti gledal na to, da boš ti s tem služil, to je zelo težko zdaj od začetka, pa sam. Vseeno fino bi bilo, če bi bilo malce več ekip vseeno mogoče v Sloveniji. Ja. Trenutno sta 2 ligi in tudi prva liga je okrnjena letos, ker je po začetku ena ekipa izstopila, tako da vas je 9, ne. Vseeno pač potrebuješ neko konkurenčnost za to, da potem priješ tudi do kvalitete. Smo pa zagotovo to, kar ti skozi govoriš, Slovenci, tako malo fenomeni, z zelo malim količinom igralcev smo vedno lahko tudi konkurenčni tistim, ko imajo po, ne vem, 100,000 ali pa po milijon igralcev, pa iz tega ven delajo nabor. Bi te pa vseeno vprašal, rečemo, zdaj si ti ponovno uleti, tvoj trener je Dobovičnik, ki ti je bil selektor že verjetno odkar si štartal z reprezentančnim dresom. Povej mi, kako to izgleda, ko si ti 17 let v enem in istem odnosu z nekom, na neki dosti redni liniji? Ja, v bistvu z Andrejem, ja, sva bila, v bistvu on je bil moj drugi selektor, se pravi prvi je bil, ko sem jaz začel takrat za reprezentanco, je bil Darko Križman, on me je prvi poklical, no, tako da jaz imam pod njegovim vodstvom imam prve nastope. Potem pa je bil tukaj pač Doc, ja, ki ga kličemo vsi Doc, ne, Andrej Dobovičnik. Ja, od začetka je bilo tako, pač normalno, odnos trener-igralec, profesionalizem, spoštovanje, vse, no, v glavnem. Potem pa, ko ti toliko časa delaš z eno in isto osebo, ko se spoznavaš, ko že ugotoviš točno, ne vem, način treninga, način vodenja, ko on tebe spozna, ne vem, pol sem itak še kapetan ratu, sva imela tukaj še boljši potem recimo odnos, sva mogla bolj sodelovati, bolj se pogovarjati, več komunikacije, no, tako da je bilo to kar, no, tako, smo bili kar družina smo ratovali, no, tako da, potem pa tako, proti koncu pa ja, pošteno, bilo je malo že zasičenosti, bilo je preveč, je bilo na prijateljski bazi že, tako da v bistvu pa je pol pride do tako, no, da recimo kakšne stvari, ki bi jih mogel biti, mislim, delati profesionalno, ki bi mogel biti potem že preveč na prijateljski bazi, pa potem gledaš tudi malo drugače na način vodenja, pa na način, pa mogoče več to ni to, no, tako da mislim, da je on tudi to pravi čas poznal, tudi on je sam to dobro začutil, izkušeno, tako da je točno vedel, no, da je mogoče pa zdaj že preveč časa z enimi skupaj. Tako da potem je bilo tudi tako, recimo ne jaz, ampak recimo kakšni ostali, no, so pač to zelo, zelo izkoriščali, pa potem, ne vem, niso prišli takoj na zbor, takoj na tisti prvi trening, ker so točno vedeli, da pač jim on ne bo nič, ker so pač toliko dobri, ker so toliko v takem odnosu, da jim on verjame, da on pač ne bo nič težil vamo tamo, no, v glavnem. In potem pa to več ni to, no, to je potem preveč na prijateljski bazi, no, vemo pa, da recimo posod je lepo, če je sigurno nek lep tak odnos, ampak če pa preveč, pa spet to ni v redu, tako da, ampak kot sem že rekel, no, on je to zelo, mislim, zelo začutil, no, kdaj ja, je preveč, tako da mislim, da se je kar prav odločil, no, da je potem, da je pol prepustil mesto drugemu, no. Tako da zdaj ima 19, pa zdaj vidva spet skupaj. Ja, zdaj sva pa spet sodelujeva, tako da zdaj na klubskem področju, tako da je bilo vmes glih toliko pavze, no, tako da smo zdaj spet pač začeli iz nule, no, bi rekel. Okej. Midva počasi bomo odigrala tole tekmo, tako da bomo šla v podaljške. Daj mi reči, kje se ti vidiš v zaključku kariere? Se pravi, rečemo, da boš še igral do enega 40. leta, glede na to, da faza regeneracije ti je še vedno kratka, fit si, motiviran si, ampak vseeno se že kaj spogleduješ z čem te kaj je pritegnilo, da bi bil trener ali v kakšni drugi vlogi ostal v nogometu? Mislim, sigurno bi rad ostal v tem prelepem športu, kot sem že prej omenil, z veliko pač izkušenj,
Tako da, ja, pač, ne vem, zdaj zaenkrat ne razmišljam o koncu kariere, no, razen če bi res kakšna poškodba prišla, to pa nikoli ne vemo, no, da trkamo. Tako da, pač dokler me bo zdravje služilo, pač bom vztrajal, dokler bom lahko pariral tem mladim, dokler bom pač imel dovolj motivacije, želje, te energije, pač bom vztrajal, drugače pa pol po karieri bi pa sigurno rad ostal v futsalu. Vidim se kot trener, prvo bi sigurno raje rad delal z mlajšimi selekcijami, da se malo pač navadaš na vse te stvari, na te ritme, na te sisteme. V glavnem, pa ne vem, razmišljam o kakšnem poletnem kampu, recimo potem pol kasneje. Rad pa bi mogoče res delal pa prenašal to znanje, ki sem si ga nabral s tem izkušnjam na mlajše. Si že probal kdaj kak trening odpeljati? Ja, sem recimo že zdaj pri članih sem odpeljal, recimo, ker Doc je bil na reprezentanci, potem pomočnik ga ni bilo, je imel službene, jaz sem bil pa lih takrat poškodovan, na začetku neke vezi, tako da sem potem tudi vodil par treningov, tako da Si se dobro počutil v tej Ja, ne, vlogi? dobro sem se počutil, tudi videl sem takoj, pač, da so igralci, da poslušajo, da spoštujejo, da ni nič ono, ta je pa igralec, ampak da so delali v glavnem, ampak moram reči, da sigurno, dokler sam ne probaš, ne vidiš, da trener sigurno ni biti enostavno, no, jaz se tega zavedam in vem in tudi take odnose, ki sem imel s trenerji, jaz na srečo sem imel dobre, ampak vem, da je pa to zelo težko, da je to treba usklajevati, da moraš biti ata, mama, da moraš biti psiholog, da moraš biti prijatelj, da to je zelo težko, no. Tudi imel sem jaz, prej, ko sem bil še v Litiji, smo imeli tisto otroško nogometno šolo ONŠ, no. Tako da tudi tam sem bil trener, tam sem imel eno selekcijo, tako da to vem, da to ni biti enostavno, no. Tako da jaz vsem trenerjem, zato se tudi pač, ker sem sam tudi že malo to probal, tudi malo drugače gledam na njih, no, tako da posebej pa potem pri članih, ki ljudje imajo družine, ljudje imajo svoje obveznosti, ljudje imajo službe, pa še ti prideš tam, pa jim težiš, pa da je to, pa da je ono, pa jih vem, da to ni enostavno, no, tako da ja, pač je trener, moraš biti prilagodljiv, no, tako da je kar naporno sigurno, no, tako da se pa vidim v tem, no, rad bi delal, no, se pravim, tako da bomo pa videli kam, kako bo šel tok življenja, kako bo družina, kako bo ostale stvari, tako da pač ne vem, kje bom bil, rad pa bi bil športom. Čuj, kak je tvoj poseben ritual za tekmo? Dej, nam še to Ja, v bistvu... Kdaj se začne? En dan prej že? Ja, v bistvu tako, no, zdaj recimo, ker sem majčken drugačen sistem ritma življenja, ki ga imamo, no, v Sloveniji, je res drugačen, kot je bil v Makarski, no, tako da mislim, nimam nekih posebnih ritualov, nimam v bistvu, ne vem, molim jih ne, no, tako da muziko ne rad poslušam tako pred tekmo ali pa to nisem pristaš tega, da bi dal slušalke not, pa to ne, to ne. Recimo, ne vem, ritual nič kaj posebenega, no, pač dobro se ne jesti čez dan, tako, ne vem, veliko pit, drugače pa kaj posebenega ne, veliko sem na WC-ju, no, tako da drugače pa ja, nič kaj takšnega posebenega, no, tudi glede, ne vem, kakih, ne vem, vraževernosti, pa kaj tudi tega nimam, no, tako da Delaš zdaj kakšne recimo vizualizacije ali pa kaj posebej? Ne, v bistvu recimo delam nič kaj takšnega. Pred ogrevanjem z ekipo narediš kaj svojega? Ne, v bistvu to naredim, če naredim na dan tekme mogoče kako aktivacijo, zdaj posebej, ker recimo nimamo v Sloveniji, mislim, da dan pred tekmo nimamo treninga, potem pa naredim mogoče na dan tekme, naredim aktivacijo, naredim pač kakšne vaje, to recimo nekaj, tako da se malo aktiviram. Drugega pa nič kaj posebenega, kavica, to je itak, ja, to je obvezno pred zborom, tako da recimo to je ta neka, recimo dajmo reči temu ritualno, da pač kavo itak moraš spiti pred tekmo, no, tako da to mogoče se kdaj povalčkam kaj tako malo, no, tako da masaža mogoče enkrat na teden, drugače pa drugega pa nič kaj takšnega posebenega, no, tako da Najboljša ekipa, ki bi jo zložil 17 let reprezentance, s katero si igral? To pa zdaj težko vprašanje, zdaj si me najdu, zdaj bi mogel malo razmisliti, no, siguran je eden izmed teh, je sigurno Čujec, njega bi postavil na sidraša, to je definitivno, no. Recimo na gol, mogoče na gol bi dal
mogoče pokojnega prijatelja Darka Tokiča, bi ga dal na gol, no, tako da njega pač gledam tudi ko malo, on mi je bil res dober kolega, no, tako da potem pa ne vem, mogoče tam sigurno na desno stran bi dal Mileta Simeunoviča, no. Mile je bil pač res tisto vzor nam vsem, pač recimo to sta sigurno dva igralca, s katerima pač bi igral, no, recimo reprezentanci. Na zadnjem bi bil pač jaz. Pač, ko bi igral, če ni boljšega, ne? Ja, ne, pa no, mogoče bi se najdel, ja, itak, ja, ampak rad bi igral tudi v tej postavi, kao, ne, tako da ne. Potem pa še recimo, ne vem, na levo stran, ne vem, na levega beka, kjer ga bi dal, recimo, ne vem, imam malo tak izbor, ko pa jaz vem, zdaj si me najdel, recimo, ne vem, dajmo reči, ne vem, na levo stran levega beka, koga naj dam, ne vem. Eni so premladi, eni, ne vem, težko bi se zdaj odločil res, da bi dal enega, ne vem, na to stran. Noben te ni dovolj impresioniral. Mislim, ne vem, se pravim, zdaj recimo tukaj, da bi me res impresioniral, me ni. Veliko je bilo tudi na tej strani, je bilo veliko tako igralcev, no, pač, ne vem, v glavnem, dajmo reči, da bi te Mile pa Čujec bi bila pa sigurno 1-2, no, ki bi, ona dva pa sta res tista dva, no, ki sta delala razliko, no, tako da sta res top igralca, no, tako da. Igralec, proti kateremu si igral, pa te je najbolj impresioniral? Ja, to je sigurno Ricardinho, no. Ricardinho je siguren bil tist... Z potezami, z karizmo, Ma ne, z z vsem. Od A do Ž, recimo, no, tudi osebnost, tudi pač možnost sem imel z njim se pogovarjati, z njim komunicirati. Vemo, da je legenda v tem športu, no, tako da imel sem to smolo, da sem igral 5krat do zdaj proti Brazilcem, no, svetovnim itak velesili, no, pa nikoli ni igral Falcao, no, tako da je on isto top igralec bil, tako da zmeraj je bil poškodovan ali ga ni bilo na zbor, tako da je pa Ricardinho siguren top of the top, no. Ok. Bi še dal eno sporočilo mladim, staršem, mladim igralcem, komerkoli, kaj posebnega? Mislim, jaz bi samo rekel, no, da pač naj delajo, naj trenirajo, da sigurno delo se bo sigurno obrestovalo, no, da recimo ti, če imaš talent, pa nisi delavan, pa da ne delaš, sigurno ti ne bo toliko pomagal, no, v bistvu. Jaz sem pristaš tega, no, da s treningi, z odnosom do dela, do treninga, sigurno se ti to obrestuje, meni se je, no, tako da pač naj delajo, naj bojo pridni, naj poslušajo trenerje, no, kar je bistvo, naj se pustijo. Prvi talent je pol, da si delovn. Ne, sigurno zame osebno je delovnost tista prva vrlina, no, ki pač predanost delovnost. Oprosti, ko sem te prekinil. Ne, tako da ne, hodil sem samo reči, da pač naj bojo pač spoštljivi do trenerjev, naj poslušajo trenerje, recimo naj pač spoštujejo soigralce, no, tako da pa naj trenirajo, naj bojo marljivi, no, tako da delovni, tako da to se jim bo obrestovalo sigurno. Smo kaj pozabila? Da je nujno. Mislim, da so dala kar veliko stvari čez. Smo dala kar, ja. Zagotovo te še čaka zelo zanimiva končnica, ne? Tako ko si rekel, 2-0 vodite v seriji, eno še rabite, pa pol veliki finale, pa veliki derbi. Ja, pač upamo, no, da jaz ne bi zdaj še prehiteval stvari, pač mi moramo svojo nalogo še opraviti, sicer vodimo 2-0 v polfinalu, ampak vemo, da to še zdaleč ni konc, no, da pač ekipa Silika iz Vrhnike se sigurno ne bo predala, kar je normalno. Mi moramo biti pač dovolj skoncentrirani, fokusirani še na to zadnjo srečanje. Potem pa čakati nasprotnika v finalu, vemo, da v drugem polfinalnem paru je dokaj izenačeno, no, tako da pač sam osebno tega nisem tako pričakoval, no, ampak moram reči, da pač da je to dobro za slovenski futsal, tako da potem pa finale se pa itak vemo vsi, finale se ne igra, finale se zmaguje, tako da pač nas pa čaka leto zelo, zelo zanimivo finale, kjerkoli ekipa bo prišla. Bo zanimivo, jaz samo upam, da bo čim več gledalcev v dvoranah, v kar ne dvomim, tako pač kjerkoli bo se igralo, no, tako da
Bi si pa želel, da bi bil ta finale tudi na televiziji, tako da bi ljudje še ostali, ki pač se ne bojo mogli v živo ogledati tekem, da bojo lahko videli po televiziji, kako pač to izgleda in da je to res en draž, en naboj, tako da mislim, da jim ne bo žal. Pa še malo več golov pade. Točno to, ja. Ok, res hvala ti, da si bil moj gost. Upam, da si užival v tejle družbi. Jaz zagotovo sem, pa da smo mogoče privabila kajega mladega igralca, da bi se odločil za futsal, pa da mogoče sprožimo kakšno debato, kako tudi ta del nogometa malce še dvigniti, pa upamo, da smo sprovocirala, da naslednjič res na kakem evro vi pridete do tiste kolajne, ko si na začetku videospotu rekel, da ti je želja, ker verjetno ti je to še tiste en tak, bi bila tista jagoda gor na vrh tvoje kariere, ne? Ja, sigurno, definitivno se strinjam s tem, tako da jaz bi v tej priliki se red zahvalil tudi tebi za povabilo. Bilo mi je lepo, bilo mi je zanimivo, čas je tekel, teme so bile lepe, zanimive, tako da res pohvalno iz tega mojega stališča oziroma iz tega, da se ljudje trudite za popularizacijo športa nasploh, tako da res svaka vam čast, da obstajate taki ljudje, da svoj prosti čas izkoriščate oziroma da porabljate za take stvari, za take podcaste, pa to, tako da res pohvalno, tako da meni je bilo lepo, tako da upam, da se pač še srečamo, slišimo, tako da pa da sva res upam, da kakšnega mladega spodbudila, no, če pa kdor karkoli želi še vprašati, sem lahko na voljo sigurno po raznih omrežnih oziroma teh Facebookih, Instagramih, tako da da te nekaj kontaktirajo. Ja, sem odprt, tako da pač ni nobenih problemov, no, tako da bi pa rad videl res čim več mladih v športu, pa ne to samo v futsalu, pač nasplošno, da grejo ven, da so zunaj, da uživajo, tako kot smo mi preživeli svoje otroške dni na igrišču, pred blokom, pred bajto na travi, tako da naj grejo ven, naj se gibljejo, ker ti vemo, da je to dobro za zdravje, čim manj računalnika, telefonov, tako da pa čim več ljudi oziroma otrok v športu in to je bistvo. No, jaz se pa potrudim, pa prijem na eno finalno serijo. Lepo vabljen, ja. Ok, hvala ti. Še odpiskamo. Odpiskali smo konec današnje oddaje epizode podcasta iz Centrov Gol. Z vami sem bil Igor Fenko in celotna ekipa oddaje iz Centrov Gol, ki se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotifyju, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu in še kje. Še enkrat pišite, komentirajte, sodelujte, dajte pobude, delite nas in tako naprej. Še enkrat velja isto, pobrskajte na www.iscentrovgol.com. Drugače pa všečkajte, sledite nas na Facebooku in Instagramu. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednji petek. Lep pozdrav vsem.